ko misliš, da si na konju, ko imaš občutek in ko misliš, da si na konju, takrat lahko začneš se stopati iz njega. Ker je nemogoče, ker te ta, v bistvu ta na nek način prevzetost, ta, lahko tudi rečemo nadutost, lahko toliko zapele in to se je velikokrat izkazalo pri velikih ljudeh, ki so bili v enem trenutku zelo uspešni, niso znali tega sfurati. Ti si uspešen danes lahko zelo hiter, sam ti moraš to obdržati. Obdržati pa ne moreš s tem, da misliš, da pač si pa zdaj najboljši in da najboljše delaš in da si superioren v primeri z drugimi. Vsak dan moraš biti pač na nek način na tleh in delati, kada se včeraj nad zgodilo. Urška, Žiga, pozdravljena. Dobar dan. Dobar dan. Zdaj smo se že kar fajn nasmejali, že kar smo upadali v neke take debate, ki bojo zaenkrat ostale še skrite. Mogoče se razkrijejo. Jaz se sam bojim, da nav Žiga kaj tasga rekel, da se bom začela smejati, pa se ne bom mogla nehati. Bomo videli. A se zmenimo za kakšno tako besedo, kao, da je to znak varna nehi. beseda. Ja, za varno besedo. Pri njemu je nemogoče to. Bo še balelan dobil, tako da. Ja, varno. Monk. Lej, v bistvu, lahko že kar tako rečem, da sta oba špasna, ne? Da kar pašeta okolje, iz katerega izhaja ta špas teater. Kako? Pasen je, to je. Pasen je. Z vama verjetno res ni nikoli dolg čas, a? No, če sem čisto odkrita, bi verjetno se vsi zelo dolgočasili pri nas doma, ker nič drugega ne delamo, ko samo delamo. Jaz imam doma pisarno, Žiga pač tu doma stanuje sicer v drugem predelu hiše, ampak če ima vrata odprva, se derava, kaj mora kdo narediti, oziroma pol se vseeno sedava skupaj pa delava. Špas teater je seveda teater. A nisi ti teater? Špas teater je seveda teater, ki razveseljuje Slovence širom po Sloveniji, 2.600.000 beležimo že obiskov, 26 let, ampak je pa res vse prej kot smeh in zabava, je kar zelo trda volja. No. Ti mislim. Trda volja, trdo delo, veliko drekanj, včasih veliko solz, tudi veliko smeha, ampak od ozunaj izgleda zelo zabavno. No. Pa velikrat ni tako. Bolj, ko si smešen na odru, manj si smešen doma. No, ja. Modra misel. Dobro. Vidim, da me čaka danes. Ja. Kar zanimiva izkušnja. Super, se veselim. Hvala, da ste se odzvala po vabilu. Z veseljem. Tema, ki sem jo želela danes nekako raziskati oziroma se pogovarjati o njej je, ponavadi smo vajeni, ne, da sta, ne vem, poslovna partnerja, mož, žena, pa se potem otroci ponavadi priključujejo. Ne. Ampak vidva ste pa v bistvu tri generacije. Tvoja mama, ti in zdaj sin Žiga, ne, in skupaj delate in pravzaprav sem se spraševala, kako to vpliva na vašo dinamiko pač med osebnih odnosov, ne? Kako uspete postaviti neke meje med profesionalnim pa zasebnim življenjem, koliko se skregate, pridemo do tja. Žiga bo to zadnji odgovoril, mu ne bom dovolila prej povedati. Skratka, pa tudi seveda, kaj sta se vidva naučila drug ob drugem, o drugem, če tako rečem, no. In bomo videli, kam pridemo, ne? Zdaj pa ampak prvo vprašanje. Prosim. Ja, seveda, Urška, evo, prvo vprašanje, z veseljem ti ga postavim, ker vem, da ga imaš izjemno rada. Z njim začenjamo vsak podcast. In kdo je Urška? Odvisno, v katerem trenutku življenja me vprašate. Če bo to septembra, bom polna energije in bom cvetela in bom rekla, super, imamo novo sezono, dobro se počutimo, vse nam gre v redu. Nekje decembra bom tako utrujena, da bom rekla, nikoli več ne bom imela teatra, samo še to sezono bom spalala, potem pa nič več. Pa pride pomlad, ko se v bistvu vse stvari nekako rešijo, ko tu teater ne dela več tako, kot je delal čez zimo, se malo spet naberemo moči in v tem trenutku je Urška izredno zadovoljna in srečna ženska, ker smo prebrodili vso korono, ker smo poplave v bistvu nekako, kako ne rečem, normalizirali stanje po poplavah in se psihično spet nazaj popravili. In ta sezona je bila res odlična sezona, tako kot včasih preden pač je bil COVID.
in si ne bi mogla boljšega želeti. V tem trenutku je seveda sreča in na naši strani. Odlično. Pa pomagal je vikend na morju. Tudi to. Eno fajn praznovanje ste imeli. Je pa res to, zakaj sem rekla prej, da bom jaz začela odgovarjati na to generacijsko vprašanje, je to, da ko sem jaz pač bila v MGL-ju v službi, sem takrat začutila, delala sem srednjo kulturno šolo in potem sem šla kot faliran študent, ker sem raje žurirala kot študirala. Sem šla potem v MGL v službo in sem ugotovila pač tam, da znam več, kot je v tistem trenutku ponujala nek sistem inštitucije in sem se odločila, da grem na svoje, to je bilo leta 97. In takrat ne bi zmogla, če moja mami seveda ne bi bila z mano, ne. In finančno, in podporno. V bistvu, jaz takrat nisem imela nič. Takrat smo imeli tudi zelo nizke plače. Imela sem samo eno ogromno idejo, kaj pač bi jaz želela delati in to je bilo vse. In mene je moja mami v prvem trenutku zelo podprla in kadar sem jaz prišla domov, pa sem rekla, veš mami, jaz sem pa nekaj razmišljala, takrat je že vedela, da bo sranje. In takrat je samo kimati začela, ker je vedela, da je brez veze, da bi rekla ali ne, ali svoje mnenje podala. Tako da ja, mi dve sva začeli sami, jaz sem pač furala vse, ona je skrbela za pač, ne vem, za karte sva skupaj same prodajale, skrbela je potem za čiščenje oblek, za kulturni dom, seveda za vse finance, jaz nisem imela pojma o denarju, še danes ga nimam. In je ona v bistvu bila ta steber, ki je bil toliko blazno podporen, da verjetno ne bi nikoli prišli brez nje do tam, kjer pač smo danes. Jaz sem seveda imela vedno neke lude ideje, vedno sem bila polna entuzijazma, nič se nisem ustrašila, z glavo sem šla skozi zid, pa je kar nekako retval. Pa se je pa tale moj Žigac rodil, zdaj bom rekla Žigac, kot govorim še v prejšnjem obdobju. On je bil pa skozi mano, jaz sem ga kot mačka vozila skozi okrog. Že ta prvi vozičko je bil skozi v teatru, polk je bil mal večji, pa so bili sestanki, pa so bile predstave, karkoli. On je dejansko gor v teatru odrastel. Čisto odrastel in tudi vse je sprejemal, od režiserjev, od igralcev. Moramo vedeti, da pač se je on učil od res najboljših, od Borisa Kavace, ne vem, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Lado Bizovičar, Katarina Čas. Ne vem, to so bili v bistvu res še izjemni ustvarjalci in on je bil zraven in on je črpal ves ta pač znanje in tako naprej. Potem je bila srednja šola, pa je on rekel, mami, veš, jaz bi pa delal v garderobi v Špasu. To sem si mislila, v redu, ne bo v garderobi. Nisem sploh nikoli v bistvu razmišljala, da bi mu kakšno več ponudila vlogo ali karkoli. Ja, jaz sem bil bolj za pucati WC. Ja, takrat smo vsi delali. On je bil na začetku pač za garderobo, za pucati WC, pa še oder je pomil, vse je delal. Ni razmišljal o tem, da bi kaj... nekaj več počel, ne? Ampak pa se je pa zgodil, pa je delal tole, kaj že oblikovno šolo, potem je pa on že bil mal vodja hostesne službe. Veš, mami, zdaj pa bi bil jaz vodja hostesne službe, v redu, ne bo vodja hostesne službe. Koliko si bil star Žiga takrat? 16. Ne, v bistvu sem mogel biti zato, ker je takrat je tista šla, kaj delala, pa nismo imeli pa nobene za backup, pa sem bil pa... No, ampak ne, iz te vodja, kaj to govorim, ker potem iz vodja hostesne službe je pa maja 2018 enkrat prišel k meni dnevno sobo in rekel, mami, jaz mislim, da se mora pa nekaj zmeniti, jaz imam pa en predlog zate. Nekaj sem razmišljal in me kar slabo ratal. Ker poznaš ta stavek zelo dobro. Ker poznam zelo dobro ta stavek. Ampak ni začela sam kimati. In takrat sem rekla, no zdaj sem pa gotova, zdaj pa tole, zdaj sem jaz in to pa zdaj. No in takrat so se začele kar borbe, je bilo kar težko, ker sem pač jaz to postavila, jaz to poznam, jaz vem, kaj delam, znam, velikrat sem rekla, kaj boš ti meni govoril, jaz to že 23 let delam, ti boš pa zdaj meni govoril nekaj. No, ampak pač je bil fant kar ustrajen in je prvo predstavo naredil. V bistvu je bilo tako, da bi mogla biti amaterska predstava neka. No, na koncu so bili sami izjemni ustvarjalci zraven. So bile ljubezenske prevare. Takrat je bil 18 let star. In je dobil prvo predstavo in sem mislila, da ga bo minil, ne. In sem mislila, da ga bo minil, ampak ne, on je hotel še spet režirati. No, ampak vmes, sem nekaj, da je delal to oblikovno šolo, je potem prevzel vas dizajn za vse, ne vem, plakate, banerje, ne vem, vse, kar pač je potrebno za to vizualizacijo, je to delo, sva se tudi tam zelo kregala, ko on je pač iz drugega stališča
gledal kot mladi oblikovalci, jaz kot star dinozaver, kako pač bi jaz to prezentirala teater. Zdaj imamo največji problem, je že 3 leta, 4 leta. Mislim, da bo spet zdaj rad v roku 14 dni. To pa smo zdaj že rekli. Nismo več rekli. Ful bi rad spremenil naš logotip. No, glavnem in jaz se tega res kapjan splota držim. On pa pač pomalem, ampak ne vem, bom videla, mogoče bom v roku 1 leta ali pa še nekaj let naprej pristala na to. No, ne glede na vse skupaj, zdaj pride ta težek del. In potem se je pa zelo začel kresati vse skupaj, ker enostavno je ta moj safe zone, ki sem ga jaz pač poznala, ki sem ga ustvarila, je prišel mlad nadobuden fant, ki je pa želel spreminjati stvari in sem bila v začetka zelo proti, oziroma ne, nisem bila proti, mislila sem, da pač bom zdaj vse se bo podrl, če se bo, ne, on je hotel pač neke nove zgodbe pripeljati. In pa se spomnim, ker je delal zdaj Iluzijo, ta drugo njegovo premiero, tole z Magic Aleksandrom, je režiral, pa avtor je bil, pa še ne par stvari zraven. In so se res zelo močno skregala, zelo močno skregala. Takrat se 1 mesec nisva videla, ker on poleg tega, da režira in prevaja in vse to, on tudi scenografije izdeluje. In potem čez dan v teatru režira, zvečer gre pri babi spike, pač moja mama iz kulturnega doma. In ko ga po 1 mesec, 3 tedne ni doma, takrat, ko on res 24/7 tam. In se sam to spomnim, no, da ne bom predolg v tem govorila, ki je prišel domov, seveda sva bila res skregana in res je šlo, takrat se mi zdaj bil razpad sistema in sem mu samo rekla, Žiga, jaz ne bom več tako delala, kaj je, dajva midva biti pametna, ti imaš ful znanja, ti si kreativc, jaz sem pa ful dober organizator in dajva midva to skupaj, jaz bom organizirala, ti boš pa ustvaril in midva bova, lahko rečem, nenadjebljiva. Pa da, glih, kar si rekla. Nenadjebljiva. Jebem ti, da rekli. Zdaj smo jo pa sprostimo. Ja, dobro, da si otvorila kletvico. Ne, ampak zakaj sem to govorila? Ne? Zato, ker vedno, zato to je pač to, kar si prej sprašvala, dejansko, ko se enkrat privat pa poslovno zameša, absolutno pride do tren. Tudi je prav to. Pač jaz sem toliko stara že in toliko sem pač v nekih starih okvirih, on je pa mlad, drugače gleda na stvari. Ne vem, če drugega ne, že sama digitalizacija je meni španska vas, njemu je pa to nekaj normalnega. In sva se res takrat usedla in sva si res rekla, dajva biti potrpežljiva en z drugim. No in od takrat naprej pa v bistvu, bom rekla, zelo dobro funkcionirava. Zelo dobro, tudi predstave, če on si nekaj zamisel, jaz njemu pustim. Če jaz rečem, kako bi organizirala, tudi on meni pusti. Tako, tudi če imava mnenje negativno, en proti drugemu skušava rešiti to na res dober način, ampak je mogel biti skreš, zato da sva se res usedla in res pogovorila, kaj iz tega, kar mi imamo, lahko najbolj potegnemo ven. To je najbolj pomembno. Samo to, da ni on, da ne gre on na eno stran, jaz grem na drugo stran, ampak ti si talent, jaz sem znanje, izkušnje, dajva to skupaj. Torej skomunicirati odkrito, ne, in najti rešitev. No, se odkrito smo pa zmer. Sam, da so bila na drugih frekvencah. No, to je res. Zdaj pa skušava iskati svoje frekvence, no. Ja. Mislim, enake frekvence, tako da pač, ko vidva, da pa še to, pač res po tem covidu in po vseh teh stvareh, ki je bil res tudi v sami organizaciji prireditev, je vse razpadlo. Mislim, vse razpadli, pač zelo velike razpadli in to, kar se zdaj po covidu dogaja, je čist drug sistem dela, kot je bil prej. Ljudje se drugače obnašajo, mislim, vse je popolnoma drugače, kot je bilo in jaz imam res srečo, da imam toliko znanja teh 30 let, kar pač to delam, da enostavno smo znali na teh temeljih, ki so zdaj drugačni, postaviti naprej. Ne. Je pa tudi, mislim, pa še sploh po poplavah, če pa Žigata ne bilo po moje, bi jaz rekla, ne grem se več. Ko pa Lepo reče mamica, jaz bi kaj zrežiral, pa se čem je Žigac pa daj pa gremo dalje, ne? Ja, ne? Žiga, daj mi povej, zdaj tako ko vaju poslušam, ne, od nekje si moral črpati to moč, da si se tako močni, odločni mami postavil po robu, jaz hočem to, jaz želim probati, posluši me, tukaj sem, pravzaprav si res vstopil v neko že postavljeno strukturo, ne? In zdaj, če pogledaš na vse to nazaj, ne, kaj lahko rečeš, kaj je tisto, kar si ti
pač to svojo vizijo, s to svojo mladostjo, zagnanostjo prinesel Špas teatru. Razen 2 super predstav, no. 3 so. Okay. No, do tja še nismo se nadaljuje. Okay. Če se nanesem še naprej misel, ne, kaj je rekla, da kaj je bilo v MGL-ju mami, je se čutila, da lahko več naredi, kar ji sistem ponuja, in potem je prišla na idejo, da bo imela svoj teater. In kaj jaz zdaj ne povem, kaj sem si razmišljal, kaj pa če bi jaz pri tekstu, da bi se ga pol dogajali tako, pa tako, kaj misliš, da bi kaj bi ljudje rekli, pa mi ona odgovori, da si zmešan. Tako se zdaj nadaljuje, ampak jaz še kar ustrajam. Ne vem, zdi se mi, da oba dva sva kreativna in oba dva imava neke svoje ideje, ampak te najne ideje, ja, se mi dva skozi delava, ampak hkrati skozi zelo veliko tudi rabava počitka, pa tega časa, da se nekako lotva ene stvari, tudi jaz zdaj za naprej za predstavo. Se ne moram lotiti, da bi jo še enkrat prebral tekst, ki sem ga že prebral, zato ker ima še en tak gnev, ampak hkrati pa sestavljam skupaj in vem, da ko bo sestavljanka skupaj sestavljena, ne bo mogel iti stran od tega. In se mi zdi, da je to ta stvar, ki ima oba dva, ki imava neko idejo, ki se nama mora sestaviti in takrat, ko se nama sestavi, veva, da bo šlo skozi, in tudi če drugi ne mislijo, tudi če drug za drugega ne mislijo, da bo šlo, pač v nekem trenutku se mi zdi, da popustiva, ka veva, da če se nekomu nekaj sestav, bo najbrž samo dobro sestavil. Takrat, če se mu ne sestav, pa ne bo ustrajal. Vsaj jaz ne. Ne, to je tako, ne, recimo, ampak okay, da se fino delava. Ne, heca se. Ne, to je res, to, ker mi da so si tako ekstremno podobna. Da ko on začne, tako kar rekel, sestavljati eno stvar, tudi jaz vem, kako jo sestavljam. In kako jaz stremim k temu, da bi bila čim bolj podobna, in on je na isti princip dela. In tukaj gre predvsem za zaupanje. Za zaupanje, ker sem ga predvsem jaz mogla do njega dobiti, ker on je prišel noter in zdaj bi bilo pa kar vse drugače. In to je bilo prepiha, res ni bilo enostavno, ne za njega, ne za me. On se je pa res želel postaviti in pa sem se jaz mogla v roke vzeti, da sem nekaj čas, zdaj se pa umir. Da imaš pa tukaj človeka, ki bi želel delati, moraš mu zaupati, gremo. Kar ima pa on, recimo, je pa, ne vem, jaz mogoče, ne vem, a imam to ali nimam, ne vem. Imaš še pa vštrčaraš. Je pa to, da je pa izredno psihično stabilen. On je neizmerno psihično stabilen, se verjetno sem jaz tudi, sem dokler pač nisem, ne, sem dokler nisem, ampak kaj to govorim? 18-letni fant, ali pa zdaj 23 let star, zdaj je naredil eno predstavo par mesecev nazaj s 5 res izjemnimi gledališkimi igralci. Z njimi ni lahko delati. Z vsemi, ne samo s temi 5. Z nobenim. Teh 5 je bilo še super. Ja, no tako. Zbrali smo tistih 5, ki bi najlažje njega prenesli. To jaz rečem, ki so bili frej. Ja, ki že ga reče, te so bili frej, pa smo jih vzeli. Hočem reči to, da je tudi za njega zelo težko, ker je star 23 let. On ima akademije, ki to seveda teatru je vedno tako, če ima pa akademijo, pa je pa znikar zna, ne? In je bilo že, njemu je še toliko težje, ker se more dokazati, ne samo to, da je pač moj sin, ampak se more dokazati, da zna tudi na tem področju delati in dobiti to neko spoštovanje igralcev do njega. Ne? In to je težko, in pol pri tej zadnji predstavi, kar je itak normalno, pri vseh predstavah, 3 tedne pred premiero se začnejo kresati stvari, zato ker igralci ratajo malo nesigurni, ne vejo, a bo šlo skozi, ne, teksta še ne znajo, scena še ni narejena, vsa kostumi se še šivajo in tako naprej. In pač rata ta neka nesigurnost, pa malo nezaupanje en do drugega. In tukaj, jaz sem pa rekla, jaz grem lahko za drugega režiserja stati kot producent in reči, glejte, takole bo, mislim, zdaj skrešujem, ne, takole bo, kakor bomo mi rekli ali pa nič. Če pa grem za njega stati, je pa mamica vzadi prišla. Ne? In je to res zelo težko in v enem določenem trenutku jaz sem se že skoraj sesedla, ali bomo zdaj spalali to, ne bomo spalala, bo dobro, bo smešana, bojo gledali, ne. In se je on v bistvu eno nedeljo sva imela kar en težek pogovor, tako, pa ne proti na tako, nasploh. Ponedeljek jutri se je tako sestavil, je prišel tja, je dal si točno mejo postavil, kaj ja, kaj ne, do kje gremo, kje ne gremo, in je sfuril naprej.
In tukaj je ta, kar pa res mogoče nima čisto vsak, ker se moraš v enem določenem trenutku postaviti zase in to furati naprej. To pa ima, mislim, pomembno. Ne govorim zdaj, jaz govorim, mislim, prej sem rekel, da ne vem, če jaz to imam. Meni se je zdelo, da nikoli tega nisem imela, ampak da sem imela kar srečo, čeprav po moje tudi veliko znanja, pa tudi tega zraven, kar sem zdaj za Žigata govorila. Ampak to on ima pri 23 letih. Tako kot ti rečeš, verjamem, da Skinner idem, ampak smo pa veliko sreče pri tem predstavi. Ta predstava je res Kako je naslov predstave? Kako se znebiti bodočega moža. On je tukaj delal prevod, priredba, režija, kostumografija, scenografija, Luč, ton, vse. graf, ja. Vse. Dobro, mislim, zdi se mi taka dobra hec, ker imamo slikanje, pa so igravci, pa je 5 igralcev, pa pride še ostala kreativna ekipa, pa pridem samo jaz. Tako je. Pa imamo kontrolno vajo, ki mora biti ponavadi scenograf, kostumograf, vsi pa pride sam Žigan. Ja. No, ampak Upam, da imaš dobro plačo, veš, če to kot delaš. Pa se mi ni za plačo, zato ker uživaš, meni je to hobi. Zato Verjamem. sem zdaj sestanke za naprej, pa sem se pogovarjal z eno igralko, ki so približno isto stara, pa smo se pogovarjali, kako dejansko si srečen takrat, ko si v tem delovnem procesu in kako tik pred premiero si tako dal tega konca, ampak v bistvu že na dan premiere čakaš, kva bo pa naprej. In je, da takrat, ko nimaš dela, imaš ponavadi največ težav sam s sabo, pa s psiho, pa z vsem. Takrat, ko pa delaš, pa nimaš sploh težav. Ne vem. zato so mi tako psihično stabilna. Kako pa drugače handla ta stres, ki si predstavljam, da je to zelo stresno, kar počne ta, ne? Ti v meni, pa jaz v tebi. No, dajta. Ja, Kako mami handla stres? ja. Tudi kakšen mlek je že leto. Marsikaj. Ne, to je bila una nedela, ki je... Pač jaz sem bil skoleran, ker tudi vsem sem govoril trust the process, zato kdaj nisem stopil ali pa nisem rekel stvari, zato ker sem jim probal pustiti proste roke, dost. Pač zato, da sem jim nekako jih vodil v svojo smer, ampak hotel sem, da imajo občutek, da oni delajo tako, kot oni želijo, zato ker mislim, da igralec mora pač verjeti, pa on uživati na odru, jaz ga moram samo do tja pripeljati, da bo užival z mojo idejo. V bistvu ga nategneš po domač Ja, povedati. po domač povedano, sam tega ne smejo vedeti. Ja, to nisem jaz rekla. In pol tisto, imeli smo ok vaje in pol naenkrat je bila una nedeljska vaja, ki je bila kar katastrofalna vaja in smo vsi vedeli. Kontrolna, ena izmed kontrolnih. Takrat je prišla Urša, pa ena režiserka iz Zagreba, pa kar vse je bilo narobe, pa sem bil, pa kva vse narobe, vse imamo še 14 dni, pa skoraj vse stoji, ne? Ampak ja, ne vem, v nekem trenutku tudi jaz sem bil tako z doigravcev, pa vse smo imeli vse en mesec nazaj, ste že vedeli vse, a zdaj kar naenkrat nič niso več, kaj bo naprej, kako bo, ampak pa so se začeli sestavljati in pa sem si jaz rekel, kurc ne, pa dajmo pomisel dart, pa dajmo speljati in očitno so v tistem trenutku to rabili, da jih je utišil, da so oni bili tako, ok, bom pa igral, vse ne, ampak tako, bom jaz, gremo naprej, In očitno so v tistem trenutku tudi oni rabili na ta način vodjo. Ja, ker hecanje, ker se mi zdi, da naj z mami, to sem zdaj spet začel ugotavljati, tudi kar sem zaposlen, da naj kar tretirajo kot vodje, tudi če se sama ne kvalificirava za to. Tudi recimo, sem se zaposlil v Špasu, se kar začel govoriti, da sem jaz tehnični vodja, samo zato, ker sem začel popravljati reflektorje, ki niso delali že 20 let, ali pa kable pospravljati, sem bil kar tehnični vodja. In zdaj sem jaz kar... kaj veš, kaj je ta reflektor? Ne vem, vem, zato, ker sem ga jaz pospravil tja, zato, ker je vse drugače žal, ampak to še ne pomeni, da je to moj job, jaz sem drugih jobov, drugega dela, kakor hočem. In jaz se mi zdi, ja, in tudi, zakaj... Prvi smo vsi deklice za vse, no, Ja. tako. In Ni zato je bilo problema to- karkoli prijeti. Zakaj mi je zdaj lažje starejšimi delati, ker sem bil hostesa, ker sem bil vodja hostes pri 17, sem delal z ljudmi, ki so bili 25 in že takrat moraš zelo paziti, kako kakšne stvari pristopaš, pa kako reagiraš in pa se naučiš, kdaj kaj reči, kako ne, ko imaš take starše, ko moraš paziti, kdaj kaj rečeš, da kaj ne eskalira.
zaradi stresa, ker smo bili pri stresu. Ne, vse je čisto v redu, sam res moraš pa paziti, pač moraš biti previden. Sej konc koncev, če bi bil tle še kakšen moški, bi vedel, kako je to, kako moraš pri ženskah kdaj paziti, ker ena beseda lahko čisto drugače sprejeta v napačnem trenutku. In prej, ko se to naučiš, prej se še vedno ne znam, ampak malo se pa probamo vsem. Ne, že kar znano. Je pa tudi res, da on je šel čez celo fazo vseh naših vzponov in pacov, ker nam res ni bilo čisto najlažje v življenju, ker smo delali špas, pač, ker je bilo to nekaj novega, to je bilo kot prvo. Potem je to čisto zasebna inštitucija, brez denar, mislim pač samo zasebni dar in tako naprej. Vedno smo pa delali res z najboljšimi ustvarjalci in je bilo res naporno, komunikacija je naporna, ker z vsakim pač moraš drugače pogovarjati, z enim moraš ego futra do nezavesti, zato pač da je zadovoljen, potem se dobro počuti. A so najboljši mami, ali ne? Ja, ne, z vsakim drugače. In on je bil vedno zraven in vedno sva se to pogovarjali. Jaz tudi, ko sem domov prišla, jaz sem bila danes s tem na sestanku, je ne in gor dol in kaj sem mogla vse govoriti in tako naprej. In sva se vedno o tem ful veliko pogovarjala. Ali pa zdaj, zdaj sem pa rekla, to imaš pa novo predstavo, zdaj bo pa ti se za denar, meni za vse se ti meni, jaz se ne bom več za tvoje predstave. In zdaj, kako tako, jaz se nič več ne menim, on za denar se meni, jaz nič več. Jaz sem čisto zdaj vesela zaradi tega, ker to je najbolj stresno se za denar meniti, ker ti rečeš, ponudim ti 100 enot, bo zihar rekel, jaz bi pa 120, ne, ali pa, a toliko malo me cenaš, jaz sem pa mislil, da me več cenaš in tako dalje. Ampak se vedno midva prej podebatirava, kako bo ali on na sestanku, zdaj, ko malo pazi, tega jaz poznam, tukaj pazi, kako boš pač se pogovarjal, kaj naprej reči, kaj ne, tako da v bistvu najtežja stvar, da se zdaj vrnem nazaj, pa še stres razložim, je najtežja stvar to, kar pa mene zelo moti, da pa midva več čisto nobeni drugi stvari ne govorijo, kot samo teatro, ne. In to je vedno ne počneva drugih stvari. No, to ne počneva. To je največji problem. To je bilo tudi problem. moje vprašanje, ne, oziroma misel, ki je prišla, kako pravzaprav odklopta, ne, ker tudi jaz in Matej, mož, ne, sva nekaj časa bila poslovna partnerja in to je res, tle odnos zelo hiter zaide drugama, ne, ker naenkrat si samo še v poslu se pogovarjaš. Ne, sam kako vidno, če sta mož pa žena, jaz mislim, da je to veliko težji, tukaj pa jaz v bistvu predajam vse znanje, ki ga imam mojemu zanamcu, ki bo s tem nekaj naredil. In to je sigurno drugače. Pa še nekaj, če to njega ne bi zanimalo, ne bi me to sprašval stvari, ne bi mu jaz razlagala. Pa si želela, da si kdaj razmišljala o tem, komu boš predala? V bistvu nisem, jaz sem vsak let, ko sem to začela, jaz sem se do mene 2 leti delala, sam to bom za položnice imela plačati. Pa se je pa to razvijala in tudi nikoli jaz, če me kdo vpraša, kaj pa imate 5-letnike, včasih sem celo na kakšnih takih intervjujih. Resnih. Kako se pa vidite vi čez 5 let? Pa se čem, jaz se nič ne vidim. Mi da naslednjo sezono, da imamo pokrito, gremo dalje in tako dalje. Sploh nas je COVID pa poplave so nas to naučile, da so res v trenutku se ti lahko življenje spremeni. A poveva tako kot Magnifico, ko sem mu ponudil, da bi imel 10-letno pogodbo z Sonyjem ali s čim v Angliji, pa je rekel, ko pa jaz vem, čez 10 let če musko delo. No, to je to, ja. Pa mi vemo, če mu čez 1 let. Tako da ja, no, pa da se vrnem zdaj nazaj na stres, jaz sem imela res mogoče preveč stresnih situacij v življenju, pa ne govorim, da moj del najtežji na svetu, absolutno ne. Ampak res v načinu dela, pa z ljudmi, nasploh z ljudmi delati, z igralci, ustvarjati predstave, se je zelo to na mojem zdravju že znal kazati in jaz sem pa izredno čustven človek in tega ne znam zadržati. Jaz ne znam biti stoneface, jaz pač pokažem, izrazem. In takrat smo se 12-13 let nazaj smo se pa preselili v hišo, kjer je praktično zelo na samem, na enem hribu, ker že misliš, da si zgrešil, pol šele k nam prideš, tako da ni šans, da rečeš, sem se malo v glasu mimo. Zato, ker tam najdeš en pa svoj mir. Ne, jaz sem to delala včasih v pisarni v Mengšu, jaz nisem enostavno mogla delati telefoni, glasnost, vse pač se je dogajalo zelo na glas, zelo stresno, že meni je že telefon sprav stres, jaz sploh ne dvigam telefonov. Mene na telefon dobiti je, imam ga skozi potiham, redko kdaj dvignem telefon, če mi message napišeš, pol še nekako, kaj se odzovem.
Jaz večinoma delam po mailu, tako čez 100-150 mailov na dan napišem moji sodelavki, pa ti dej prosim plakate, ne in tiska, dej ti to v prodaje, dej ti to, zato da jim mir, da ti v bistvu čez vse to hočeš delati, rabiš mir. Žiga pa tudi rab mir, ker mora se pa, on tekst dobi in to je bel papir s črnimi črkami, ti moraš to vse usmisliti. In ni šans, da usmisliš, da se v Ljubljano v službo peleš, pa ti 5 hupa, 30 vate zaletijo, v vrsti čakaš, ne vem, na semafor uro pa pol, ker že po čistim stresom prideš domov, ne? Mislim, v službo, pač jaz to tako dojemam. Mi pa živimo čisto miru in tam imaš res možnost za to regeneracijo in da imaš ta dupel, ki te kakšna novica zelo iz te razprav, pa greš malo ven, pa malo rozce zrihtaš, pa pse ven peleš, pa tako naprej, pa se malo nadihaš, pa greš spet nazaj, ne. Pa da te noben ne vleče, dej to, dej tret, zdaj imam glih, kad delamo nove predstave. 5 ali pa 6 avtorjev, pa 3 režiserji, lej, a bomo delali tole, jaz bi delal, dej to delimo, ta je dober tekst, to je to in neko vlečejo, kot na inkviziciji včasih, ko so raztegvali ljudi, da so se res streščali in dejansko rabiš samo ti smer, da fokus najdeš. In tukaj tudi Žiga ga vidim, da je zelo tudi rad doma, on nikamor na kave, neko to disko, no, on to sam delava. A si glihka rekla disko? Disko, ja, no, a se ne reče več disko, no, neki, no, pač. Diskač, lepo. Diskač. Ne, ja, to diskaj, ne vem, ja, jaz sem to. Tako da res rabiš ful veliko miru, zato da si ti lahko skozi nekako fokusiran pa stabilen. Torej, Žiga handla stres boljš kot ti. 100-krat. To, kar ni po moje mogoče za vse to jed, kar sem jaz mogla iti. In zanče enkrat tik pred to predstavo, me pa prvič v življenju sem eno tako res dobro pohvalo od njega dobila. Zanimiv, ne? Je zanimiv, res zanimiv. Ker smo v Idilanci, sem si pol naredila, on ima na en stran računalnika, sva nekaj še teh bannerje pa to delala in sem imela spet, ali on imel telefon, ali jaz se ne vem točno kdo in jaz sem rekel, mami, jaz ne morem verjeti, kako ti to vse zdržiš. Takrat mi je v bistvu... Ne, a ni bilo še nekaj drugega. Ne, sej, na neki na ta način, nekaj je bilo narobe. Kaj bi ti naredil na mojem mestu, ali nekaj pa sem rekel, ali kurec bi šel, ali... Ja, sem rekel, kako lahko zdržiš vse to, ker to je dnevni bazi, stalno neke težave, stalno. On pa ni imel te izkušnje še, tega postavljanja, tega 30-letnega borbe v dozuni, kako so da skozi obravnavali kot manj vreden teatr, se to nas veliko še zdaj, do vseh teh igralcev, do vseh teh v bistvu egotov, ki so prišli k nam, kako je bilo res težko delati, njemu je bilo, hvala Bogu, to prešparan. In ima zdaj na nek način vse en lažjo pot. Pa tudi vid kaj te lahko v stres pravi in ga že sam tudi malo nolira. Jaz ga pa ne morem več. Obrambni mehanizem, mislim, da sem razvil, ker sem videl čez leta, kako se mami uničuje. Kako pač vpliva določene stvari, pa kako ona reagira. Jaz mislim, da je to, kar drugi mislijo, da so drugi vzroki za to, ampak jaz imam to obrambni mehanizem, da takrat, ko je neka situacija, ki ni pod kontrolo, ali pa takrat, ko je neka nesigurna, jaz ponavadi utihnem in začnem razmišljati in spregovorim oziroma naredim reakcijo šele takrat, ko imam odgovor na to. In to jaz pa eksplodiram. Ja, in to sva se z mami tudi pogovarjala, ker je rekla, da so, če se ne motim, da so kakšni igralci, da me je opozorila, da mogoče da ima občutek, da nimam stvari pod kontrolo, zato ker sem tih, pa ker ne govorim, ampak dostikrat, sploh takrat v teh fazah, ko smo tekst delali, pa ker je zelo kompleksna stvar, ko se ene stvari malo začnejo rušiti zaradi takih ali drugačnih stvari, sem jaz mogel iskati rešitve in te rešitve sem iskal tako, da sem bil tih in da sem opazoval in tako, da sem razmišljal. In to se mi zdi, da je moj obrambni mehanizem, da na nek način, ja, to sem tudi opazil, jaz imam problem takrat, ko pride v končni fazi do problema, jaz probam čim hitreje rešiti, pa čim bolj na enostaven način, in to je dostikrat slabo, zato ker ne najdem najboljše rešitve, ampak najdem najhitrejše pa najbolj enostavno rešitev za nas, zato da je problem čim prej rešen. In to se mi je dostikrat odražalo tudi v šoli ali pa kaj, zato ker en dan pred projektom jaz nisem več razmišljal, kako bom to najlepše lahko naredil, ampak sem sam zato, da bom dokončan, sam zato, da bo in pol sem
naredil črto. Ampak zdaj probam to izboljšati, to, da se tako prej pripravim, da je v bistvu, da sem tako, kot zdaj pred premiero, ta zadnji teden že skoraj frej. V glavi. Super. Ja. Žiga, pa se ti zdi tako, zdaj, seveda z mamo živiš, z mamo delaš, da ti je v bistvu to, ko delate skupaj, ko jo spoznavaš tudi v drugih okoliščinah, da ti je pomagal bolj jo razumeti kot osebo, ne samo kot mamo, ker se veš, mi kot otroci imamo predstavo o svojih starših, ampak jih kot osebnosti oziroma kot osebe razumemo šele potem, ko smo starejši, ko smo bolj v zrelih letih. Ampak ti pa imam občutek, da jo razumem. Da jo razumeš, ja. Ja. Ampak verjetno še. Ja. No, ja. Ne verjetno šele razumem zdaj, no. njene menopauze, pa valum, že pa koliko mi je šlo, to vroče, že ja, šlo. no, ampak pa zdaj križ ali pa kaj čez, ampak valjda, da razumem. Ampak je šele zdaj začel razumeti, ko je začel delati. Ja, seveda. No, se prej ni moral, ne? Ni imel tudi vse, izkušenj, kar sem jaz zdaj res, ker sem mlekom razumel. vrgla, se zjokala, da ne bom več, da ne morem, da so, ker so bile res te stresne situacije, on ni razumel, zakaj je to tako. Jaz mislim, da je razlika med nami zato, ker mami je doskrat, ne vem, ali še, ampak do ljudi, ki niso razumeli, je negativno jih dojemala, zakaj ne razumejo. Jaz pa zato, ker sem šel iz procesa tega, ki nisem razumel, do tega, ki zdaj popolnoma razumem. Tudi razumem ljudi, zakaj ne razumem, in sem drugačen do teh ljudi, ki ne razumejo. In ne razumem, da ne morajo razumeti, zato ker seveda ne morajo razumeti, ker niso šli čez to in ker najbrž živijo v nekem drugem. Najbolj navarni so tisti, ki mislijo, da razumejo, pa ne razumejo. Jaz pa nimam čisto več te razumem. tolerance. Enostavno, ja, to je. Zmanjkajo z leti. Ja, nimam več, ker je bilo, v bistvu je bilo zdaj sploh te zadnja leta, je bilo prehudo in nimam več tolerance. Moša, kaj bi pa ti rekla, tako ko si gledala recimo Žigo, se lepo reče. Žigija. Žigija. Žigica moja. Kako je v bistvu iz nekega otroka v najstnika in potem zdaj mladega moškega, a veš, kako si ga gledala kot sina in zdaj v bistvu kot sodelavca, kako raste, kako spremljaš njegov razvoj, to, kar prinaša zraven, a veš, a znaš pogledati z te razdalje? Ja, mislim, tako je, kot prvo, sem imela eno neizmerno veliko srečo v življenju, da on ni nikoli skrenil ali z drogo, ali s pijačo, ali žuri, ali tako po diskotekah, da je hodil. Ampak je cel življenje, že na oblikovno šolo hodil, pa potem še na notranje dizajn, na faks, on je bil vedno zelo usmerjen v delo, v razmišljanje, imel je nek cilj. In jaz, hvala Bogu, nikoli nisem imela teh problemov, ki jih imajo pač, so jih imeli in bodo vedno imeli, pač starši z najstniki. Meni se je on, zdaj bo mogoče malo čuden se zgledali pa slišali, meni se je zdel on tako moja podaljšana roka. Vem, jaz bi zelo težko to povedala, ampak res, tako kot sem prej rekla, jaz sem njega skozi mačka vozila okrog in da so la posod skupaj in se učila, ne vem, anekdota, še zdaj, ko smo bila lansko leto v Beogradu, pa pri 23 letih, ko sem mislila, da ga že nič več ne morem naučiti, pa sva šla v Beograd eno predstavo gledati, pa je v bistvu on v Jugoslaviji ni vedel nič, in pa sem mu razlagala in Tito in tako naprej. Dobro, malo sem vedel. No, malo mislim pač nič. Ko prideš v Beograd, se mi zdi, da je kar čist malo druga, kad je tam še vedno Jugoslavija. Ja, ampak tako ne, veš, in potem jaz seveda sem šla često, on ni šel in mi je bilo zelo zanimivo, da me je v bistvu spraševal in poslušal, ker jaz sem vedno bila ta njegov, kako ne rečem, učitelj. On karkoli ni vedel, karkoli ni znal, je vedno šel mene vprašati in jaz sem mu seveda z velikim veseljem to pomagala, zato meni je to vse, kar se zdaj dogaja, se je zgodilo in se dogaja zelo organsko. Najhujši mi je bil to, kot sem rekla, tisto obdobje, ko sva šla zelo narazen, ko sem jaz tako trpela, da bom zgubila in so v bistvu prv sina ali sodelavca ali naslednika ali karkoli. In zdaj je pa to, zdaj pa vse tako, kot sem rekla, jaz verjetno ne bi imela več energije in živcev, če ne bi njega bilo. Ker takrat, ko sem jaz začela špas, jaz nisem mogla z nobenim komunicirati v ničemer. Oni, ki so v teatru delali, so pač drugače razmišljali kot jaz. Drugih pa ni bilo. In nisem mogla, jaz sem vedno bila čisti samouk v vsem. Vse, kar v bistvu sem postavila, seveda sem imela jaz okrog sebe sodelavce, ampak te sodelavci vedno pričakujejo moje navodilo. Vse, kar pač jaz se zmislim. In zdaj je to tako lažje, ker imam pa vem, da imam eno osnovno... vodila, ne?
Koliko solida tu rižoto. Da bo še to, boh ne daj. No, v glavnem gre za to, da pač zdaj je toliko mi enega bremena padal, da mogoče še celo sem zdaj malo začela uživati, ker vem, da tudi če jaz kaj ne naredim, tudi če kakšen čas kaj nimam, da vem, da imaš en backup. No. Super, ful lepo. Poznam ta občutek, Jaz ker moram naenkrat dati pade mal. neko repliko še na vprašanje. No, da je kjero zdaj, a stres, Ne. tvoja vrata, tvoja, kako se že Nekaj čisto ste pregovorili, zmajala. kako jaz sprašujem, pa tako naprej. Ne? Ampak bom tako rekel, zanj sem razmišljal nekaj. Sem nekaj Ja, razmišljal. v stvareh, pa tudi recimo, ko se z očem slišal, se to je že kliše po telefonu, pa je midva malo živel, kje si, ok, fajn, službe, čak, konc, ne. In sem gotov, da jaz sploh ne znam tako sprašovati prav do ljudi, ki so zraven mene, ker sem mami, babi, punco, z očem se pogovarjava, če slučajno se zalom, pa kdo koga kaj vpraša, ampak drugače pa jaz sploh ne sprašujem, ker vse zvem, jaz vse vem, o vsem pa sploh ne vprašam, pridem domov, pa mami mi vse razloži, celo skoraj življenjsko zgodbo, vse, pokličem Ajdo, mi vse razloži, za cel teden naprej grem do babi, spet zvem za en mesec za nazaj, za en teden, 2 dni, ker se ne vidva, sploh ne sprašujem vse in pol me kdo mene, tako še kaj mogoče drugemu, ali pozabim, ali ne vem, vsem jezik povedal, ampak si nisem osredotočil na to. Ja, No, spomina nimaš prav dobrega. No. ja mislim, ko moram, ko je že rekla, ko sem naš stan, pa prideš, pa mi moraš vse razložiti. Tako jaz moram ta filter vklopiti. Zelo potrpežljiv je. In vesela punca njegova, ker mislim, da ta fant je tako blazno potrpežljiv, Ja. da Boška, a si kdaj morala tako odreagirati, pa je bil posel bil, pa si morala odreagirati kot mama, si se kdaj znašla v taki situaciji? Mislim, da ne. Meni je bila hujša stvar je to, da mi smo bili takrat, to je bilo leta 2000, smo imeli 3 leta špas in se je Žiga rodil in jaz sem september je bil najbolj neprimeren čas, v bistvu, če bi lahko človek, če bi to načrtovali. In jaz s tem otrokom nisem bila nič. Jaz sem samo delala skozi, takrat je bilo res, pač ustavljaš, ne. Je moja mami ga imela zjutraj, je prišla ob 8 zjutraj, jaz sem mu doma delala, sem še dojila, to je edino, kar sem pač imela res stika z njim, ker je bilo treba delati, pa je mož prišel domov 5 popoldne in v bistvu se spomnim, ki je bil Žiga 10 mesecev star, je bilo pa konc pač, ne, ker polet mi ne delamo, oziroma maj, junij že ni več. In sem šla jaz s tem otrokom po Domžalah, tako da sem hodila ponosno vsa, nobeni pogled. Ker je bil že cel zrihtan, pa Ker je bil vse zrihtan. ta hud je bilo Pa je mem. bilo, pa pride, pa je prišla ven una iz Planike. Ja, Žiga, živijo, ja, kje imaš pa babico, ne. Mene so poznali, ne pa ne to. Jaz sem imela težje to, ker sem želela biti mama, pa nisem velikrat mogla biti. Pa se spomnim, ker je bilo že malo več, kaj hodil pa govoril, on je tudi na stranišče za mano hodil. Mami, stokrat je bilo mami. Nisem se še naučil, a veš, kaj sem razmišljal. To me je iskal, sem mami. Tukaj je bilo težje zame, ker sem vedno preveč delala in nisem imela veliko časa za njega, ampak če sem ga pa vsak čas, ko sem ga pa lahko vzela s sabo, sem ga pa zato vzela, ker je pač, da sva bila skupaj. In se spomnim, ker je bila enkrat Anika Horvat, je imela koncert v Mengšu, pa je imela hčerko s sabo. In je rekla, jo, Urša, veš, oprosti, imam pač s sabo hčerko, se vem, da se to ne spodoba, a te lahko prosim. Čim več jo voz okrog, samo vozite otroke, če se le da tam, ko vi delate v službo, ne vem, dobro, verjetno ne moreš glih, če nekaj upraviš, tam plaš, neke osebne, ne voziš. Ja, boš tam plav, ne. Pač tam plav. Čim več otroka, ker otrok tebe spoznava, ti spoznavaš njega. Če v delu nam mogo žurati. Nekaj treba energijo pokuriti. Tako da ena kolegica je tudi rekla, jaz bi bila tako rada videla, da bi bila s svojo hčerko taka prijateljica, ki si ti Žigatom. To je tudi treba delati. Tudi to, če hočeš pač z otrokom neko res tak bond narediti, to je vse del. Pa zdaj ne bi bila tako povezana, če se ne bi za en mesec ne pogovarjala, pa bila tako skregana. Pa, ja, mislim, sigurno ne bi bila, zato ker po mojem sva oba dva čutila neko bolečino, kaj pol sva, bi se po mojem sva oba dva vedela, da
tudi če se ne pogovarjava tako, kva je bilo, pa kva ni, se ne vem, če smo se sploh pogovarjali. Čudo smo se. Ne, Ja, jaz kaj je mislim, da bilo, ja. so sam vedela, da pač morava drugače. To, kar je bilo, ni bilo v redu in pa sva se vsak dan, prideš men, ko imaš posebej, pač drug del hiše, a prideš men na kavico, bova imela sestanek, pa sva se ob 10 zjutraj dobila, pa sva debatirala. In skozi sem mu sam govorila, jaz izkušnja, ti talent, dajva biti prost, dajva narediti neko res dobro zgodbo, ne. Pa sta zdaj pripravila si tudi kakšen scenarij vnaprej, če bi slučajno Ja, se za spet 5 let imamo ponovila zdaj ta narejeno. zgodba? Pa imamo, nič Za 5 nimamo. let Ne, imamo v smislu narejeno. vajenega konflikta, ne? Če bi se še kdaj to tako zgodilo, veš kaj zdaj to pomeni, jaz imam več izkušenj, moja bo veljala, ali imata kakšno varovalko, veš, da se ne znajdeta spet. Kjer Skrito Imata? besedo zvezo, Dobro. jebi se in takrat drug začne, jebi se ti in pol Nisva takrat jebi se podobna, ti. pa nisva, Ja, no. pol zelo hitro nehava Ne, to je skregati. enkrat, ko sem jaz vrata zaprla, ko sem zlomila jih skoraj, ko se Meni ti se zdi to nekaj, bolj, no. da se Ne kakor moreš da se- govoriti to tako na glas. si ti prvo začela s kletvicami, ampak bom rekel, se mi zdi to boljš, kot da se krek razvija v neki, je ga zelo hitro ga utišaš, ker ga na nek način doskrat moraš in tako utišaš, greš na svoje, razmisliš in pol ona pomirjena pride, jaz sem pa še vedno miren. No, jaz rabim dolg, da sem pomirjen, ampak ok. Jaz sem Ne, pa še to, kar vedno si, miren. ti si pa skozi miren. Ne, dejstvo je to, no, na take stvari se ne moreš pripraviti. Ne moreš se pripraviti in ko prišel drug konflikt, bo verjetno prišel zaradi enega drugega vzroka, pa ga bomo takrat reševali. Recimo, če so mogoče napačni partički na mizi ali pa tako. To mi vsi poznajo, da morajo biti ta pravi prtički, krožniki, vilčke, vse. Kaj pa so uravno. ta pravi prtički, da me to zanima? No, vedno kaj drugega. A je Saj zato vezano, ne. a je vezano na Ne, vem, jaz pa zdajle eno tako, Veliko noč, ne? eno to klevelko ta predal imam in so čist polni samih prtičkov, kamor jaz samo prtičke skozi kupujem. In je tudi to pomemben, kakšne prtičke da kdo na zraven krožnikov. Ne, ko pride problem, ga takrat rešuješ. Lahko se danes zgodi problem, lahko se jutri, ampak se mi vseeno zdi, še enkrat poudarjam, to je pri meni bilo pomemben, da sem se toliko spustila, da sem njega spustila zraven in da ga upoštevam in da pač je del tega zdaj. No. In tudi velikrat, Zanč mi je rekel za en tekst, imam jaz bi pa tole delo, sem nekaj ne mi ni všeč in sva šla naprej. Pa Zanč reče, veš, ampak jaz bi pa vsem tebe neki. A veš, si že rekla, ne, ampak te vsem vprašal. Noč vprašati, kola, opa, pika. Pa je pa vprašal, sem kaj prav pa deli to, ne, pa je bil čisto šokiran, ker je mislil, da me bo mogel prepričati. In jaz sem si rekla, pa se je sama ena predstava, pa ne jo dela, če jo hoče, če bo zasral, Zdaj hoče tako- pa nava, ne. Zdaj, ko govorimo, jaz mislim, da je vse skaplaži po tej premjeri zdaj, že po Magicu je bilo lažje, ker se je videl, da pač stvar je dobro ratala, pa ne samo zaradi mene. Ampak pač ok, vse dele smo nekako uspeli usmeriti v eno točko in isto ta predstava je vrhunsko ratala in se mi zdi, da smo oba dobila neko potrditev. In nam Da je jaz lažje, njemu lahko ja. zaupam, on pa da je to zaupanje. In jaz tudi, zdaj, ko sem prišel s tem tekstom, točno vem, zakaj sem prišel s tem tekstom. Zato, ker je ona imela neko željo za en drug tekst, pa sem že to aktiviral, pa komuniciral z ljudmi, pa tako naprej sem rekel, jebal ga, bom že nekaj s tem naredil. In enostavno se je videl, da ni to, da ne bo šlo. In tudi jaz sem rekel, lej, jaz ne vidim, pol, ko sva prišla spet na to, sem rekel, pa ne, kdo drug dela, jaz nimam problema s tem, ampak jaz enostavno ne moram stati za tem, zato ker sem videl, da se stvari ne bojo sestavljale in pri temu imam občutek, da se bodo. Mislim, verjamem v to, da se bodo in samo enkrat, ko se mi bojo sestavljale, bom sam, kako gre z glavo skozi, kot ostali. To ne pomeni, da nisem prilagodljiv, to doskrat ljudje mešajo, ampak jaz mislim, da moraš imeti to samo zaupanje vase, tako kot ga je imela mami. Verjeti moraš v neki, se valjda prilagajaš, ampak na nek način moraš dati malo ljudem občutek, moraš občutek jim dati, da so del tega, ampak hkrati jim moraš dati občutek, da so sam del tega. Redno bister si za svoje leta. 5 sekund, vedno 5 sekund razmislim, preden kaj povem. Ne, ljudje me sicer ne poznajo, doskrat tako, ne, rečejo,
Ja, se kdaj doskrat, kaj rečem, sploh ne pomislim, ne? Ja, se tudi to zgodi, ampak če pa tako toliko velik stvari poveš, ne moreš Nekaj vedno pa že zadeti. pade. Ja, Res, nekaj ja. je že padalo. Tudi, ko smo se vmes pri tej predstavi pogovarjali, ki je bil ta del, sem jaz takrat rekel, Žiga, ker so ga igravci, pač malo niso zaupali, jaz pa mislim, da to ni v redu, jaz pa to tako, dajmo moje probate. In seveda tudi njega so začeli raztegovati in sem mu samo rekla, Žiga, ti zaupi svoje ideje in pej do konca. Če bo, če ne bo, ne bo, ampak ne pusti se, tudi ideje ti drugih sprejmaš in navodila in tudi, kakšni imajo zelo dobre zamisli, ampak moraš biti tisti, ki boš zbiral, kaj boš od vsega vzel, ne morejo biti oni tvoji šefi, ker pa, je pa potem pa razpad sistema. In še to, velikrat se bo verjetno še zgodilo v njegovem življenju, da nam najboljše predstave naredil. Mi imamo zdaj 58. Bolj, da si se kar malo popravila, da te preveč ne ruknem. Od tega je bil promašaj, 5-6 je bil čisto butnal mem. In se smo jih pa toliko več naredili. Ne moreš ti vedno, morajo priti tudi neke slabše stvari. Se ne moreš delati samo skozi dobrih stvari. Ne moreš, ker je tudi včasih splet okoliščin tak, da ne rata. In tudi njemu bo včasih verjetno pokleknil. Sam, ko ga jaz poznam, ga bo to samo spodbudil, da bo drugič boljši, ne bo pokleknil. Ne verjamem, da bo. Imam še eno modro misel. Ker sem razmišljal za ta podcast, pa ker me gre za to, ker mi mama reče, da sem imel pa proklekt srečo pri tej predstavi, da je ratala. Nisem to rekla, čistko. Čistko by the way si mogoče rekla, no, ampak tako sem začutil. Sem kuhala, kosil, pa sem to rekla. Da ja, srečo. In sem pola razmišljam jaz o tej sreči pa nesreči, zakaj, kdaj je sreča, pa kako je sreča, pa kaj ni sreča in razmišljam, ok, imam predstavo, delam predstavo, se en ful poškoduje igralec 2 dni pred predstavo in mi imamo premiero v roku 2 dni in najdemo enega igralca, ki slučajno zna tekst in pride, in bojo vsi rekli, jaz sem imel srečo, da sem najdel tazga igralca, pa srečo, da ste spelali. Ne, srečo sem imel, ker ni unga igralca. Ne more biti to sreča, da smo spelali. Ja, wow, spelali smo, ampak res skumi, da smo preživeli, to ni sreča, to je nesreča, da sem je poškodoval. In ja, recimo tudi pri tej predstavi, ja, smo imeli srečo, da smo pol najdeli zamenjavo. Nesrečo smo imeli to, da smo jih 5 probali najdeti, ustreznih pa jih nismo najdeli, pa se ni poklopili, pa se to ni poklopili. Ja, pa smo imeli v 5. srečo ali pa v 4. ampak pa zdaj sem ful zadovoljen, ampak moramo reči, ja, to ni zdaj sreča, da se vse poklopi. To je ful ene nesreče, da pol ti spravaš to nesrečo v neko srečo. Ampak ne smemo pa vzeti nesreče kot nekaj pomembnega, ampak vedno gledamo to, da je sreča. No, seveda. Ne, sem Žiga to govorila za to konkretno predstavo, da ne bo zdaj pomote. To je bil poprečen tekst. In tokrat 140 strani teksta, ali koga je bilo, in sem dolg in 6-7 let sem ga imela že doma in ni neki ponujal tazga, ki bi rekel, to je pa zdaj to. In seveda je Žiga in priredil in vse naredil in vsi smo verjeli, da bo dober. Ampak tukaj je bil pa še kanček sreče, ker se je pa vse poklopilo, da je bilo pa še boljš. In tudi on mislim, da je doživel to, da je pa še ta, tako kot mi pri 5 žensk, 5 moških. Vse koncev, sploh pri 5 žensk nismo vedeli, da bojo tako uspešne. Mi smo pač to skupaj naredili in gremo. Ne? Ja, eno stvar, pač delaš pa upaš na najboljš. Upaš na najboljš, pa še nekaj pomemben. To je pa najbolj pomembna stvar, da v tistem trenutku tiska dela se najbolj potrudiš, kolikor imaš možnosti. Da ni nekega povprečja, ampak v tistem trenutku tudi jaz kakšne predstave ali pa karkoli drugega v življenju nazaj gledam, pa se rečemo, bo kaj mi je bilo, ne. Ampak v unem trenutku sem naredila vse, kar je bilo v moji moči in se ne moreš zaradi tega sakirati ali pa slabe vesti imeti. In zato delava sama, ker večina ljudi, in ja, je res, ne, ker midva se vse, kar je v najmanj moči, ampak to pomeni, da ful eni stvari zapostaviš, to, da se odrečeš in tako naprej. Drugi se niso pripravljeni odreči, razumljivo, za najno stvar, kot je špas. Midva pa so se pripravljena odreči in iz tega naslova je težko delati s kom, ker je pol toliko enih drugih stvari, mislim, se po eni strani ne razumeš, zakaj nekdo noče ali pa hoče to, sam po drugi strani se pa zavedaš, da mogoče je boljš pa lažje, če ti narediš, zato ker se boš ti odrekel določenim stvarem, kakor pa nekdo drug. Oziroma, če te volaš, sam da bi to povedala, Žiga je včasih, pač koliko si bil 22-21 je bil star, to je, da se je znal klado imeti v roki, pa pač
je znal klado imeti v roki, pa mogoče kaj vžagati. Ampak to je bilo Poznal tudi sem vse- razliko med Šrafancigri in to. No, to ja. In potem smo imeli mi, ta prvi je delal, on je pol scenografije začel delati, pač, ko se je to tudi izučil. In smo imeli vedno take scenografije, da je šel, ne vem, v ene trgovine, pa mogoče Bolj dizajnirati. No. bolj dizajnirati. Tudi ta prva je bila ta vročica, takrat, ko je on delal, tam je pač nekako smo vse skupaj sestavili. Takoj zatem je bil pa Boeing, ki je pa taka scenografija, da mora biti zaprta, da mora biti školka, pa imam 5 ali 6 vrat. Ampak mora biti vse zaprt. In Žiga se je že zmenil z enim fantom, vse že, ne vem, 2 meseca ali koliko prej se je zmenil, da bo zdaj ta fant nam to scenografijo naredil. Mislim pa, da je bilo 14 dni pred premiero takrat, ker je bil on zmenen, ne vem, a se dobiva jutr. Ne, deva se danes dobiti, se bo jutr dobila, se bo pojutrašnjem dobila. No, pol ta pojutrašnjem je bilo 14 dni prej, ker je pa ta fant rekel, Žiga, to veš kaj, jaz pa zdaj nam cajt, jaz pa nam mogo narediti. No in kaj je on naredil, ne? Šel je mi imamo tam je oder, pa je pozadnji scenska soba in je začel sam rezati les, sam šraufati, po noči je delal, začer ob 10 je šel v tisto scensko sobo, do 8 zjutraj je delal. Pa je pa rekel, ta 5 ali ta 4 dan si mi rekel, da se že sprašuješ, kva ti je ni jasen, da si to delal. Ja, najbrž. Potem zdaj pa seveda, ko smo pa to predstavo delali, je pa važno, da so te stene postavljene, zato ker tudi igralci drugače igrajo zaradi vrat, ne, da mora biti presenečen in tako naprej. In Vingo Medrendorfer je seveda neizmerno živčen hodil, ko to je bilo pa še samo en teden do premiere, mi pa nismo imeli ničesar še. In je on lepo je rekel, bo narejen. Do takrat, ko je premiera, bo narejen. Pa sem jaz klicala Bazo, DJ Baza, veš, kaj je, on je mzar drugače. Baza, prid pomagati. Pa Žiga prav, tale problem imam. Pa Baza reče, pa daj pej tam v Sloveniji, ali jaz pa nekaj tole kupu, takole. In no, ti si, hvala Bogu, rešil tudi vse. Ampak on je šel pre 21 leti, da bo predstavo rešil, je šel skladbam, pa s kaj Šraufencigerjem, pa z nečem. Ja. In je vrata izdelal, in je stene izdelal, in je telepante izdelal, in je vse izdelal. Pa so še barvali, tako da takrat, ko je bila premiera, ni bilo še vse mislim, prva predstava, ne premiera, še ni bilo vse na odru, mislim tudi, da je bilo vse tako mokro, da se niso smeli dotikati. Pa eno, mislim, da je bilo še to takrat, pa pol zdaj je bilo tudi, sem imel pri bedakih, ko pozabim, da se generalke snema. Jaz pa sem imel generalko narejeno tako. Ok, za ljudi, ki so prišli po fulcenejši, pa tako, ko malo obtipamo, pa kakšno javno je ok, ampak ne, to so zaprte, za zaprto sem tako dobre. Pa vedno slik fotkamo. Ampak pa mi povejo, da se snema in isti dan sem tukaj imel kolega čas in 12 ur za potapicirati, sem jaz mogel v 2 urah potapicirati eno stranko in tako smo pa čez en teden v tapete dol potrgali, ker je bilo katastrofa. Ja, treba je bilo rešiti. No in on je pa 21 letih, ko bi vsi obupali, pa bi rekel, lej, je šel in je po noč rezal, ker čez dan pa ni mogel, ko so bile vaje, ker bi jih motil, ne. Pa po moje je bila še tista barva in še čisto bila mokra, ko smo imeli premiero. Ja. Tle pa po svežemu lesu diši. Žiga, zakaj si to naredil? Kaj je? Sceno? Zakaj si šel in si se odločil, da boš to rešil? Kaj se je takrat v tebi premaknilo? To je na nek način, jaz mislim, tako, ker nama z mami iste vprašanje postavljajo, tako, kdaj, kako ti uspe, ali pa kako, ne vem, rata, pač moraš, ni druga. Ja, pač narediš, kako ti rata je narediti to, tuk pa tuk, ali pa pač ja, tako, zato sem jaz prepričan o predstave. Kako veš, da bo dobra predstava? Nema, je druga opcija. Pač mora biti toliko časa delal, dokler ne bo. Toliko bom stvari probal predvideti, da bo. Toliko bom na nek način se zanašal na določene stvari, ki jih poznamo, določene stvari odkrival, da bo dobro. Ampak čeprav razumem, ti prej nisi imel izkušenj s tem, kako izdelati sceno. Ja, lahko bi rekel, da sem opazoval ljudi, ne? No, se pravi, kaj je bilo tisto, veš, kaj te je premaknil, ne? Ja, zato, ker si gledal, ona tudi ni vedela, kva je metator, jaz tudi nisem vedel, kako je scena. Jaz sem rekel, tole je na vratem pa že naredil, se pa, ko sem začel delati, sem videl, da to niso ena vrata. Pa sem se pa začel učiti, pa tale, še scenc mi je pomagal, pa z nasvetom, pa en kolega neki zna in neki, pa smo pa gotovili, kako se vrata naredijo, ne?
mislim, či sajfok, pač probaš, zajebaš, spet, pa Kaj je dobil Špasko, imamo Špasko ta popularnosti, pa je lani dobila iluzija, pa je rekel, no, ko sem delal prvo predstavo, sem vse zajebil. Pri ta drugi sem že malo boljš naredil, no, zgleda ta tretjo sem pa ok naredil, ker sem Špasko ta popularnost. Tako kaj je rekel in to se tudi, pač greš. Ene kolegice nisem videla več, kot pol leta, sva se glikli zdaj sreča, reka, veš, kolikrat sem pomislila na te, kako ti to lahko zmoreš, kaj pa nej? Kaj pa ne naredim? Saj ni drugega, kot da zmoreš. In to je isto, v tistem trenutku gremo, bomo rešili, nekaj bomo že. To je vajna skupna lastnost. To je ena izmed. Imata še kakšno? Da so oba dva pridna, prijazna. Sva rada na kavču. Da sva rada na kavču, če človek verjame. Da namarava jih ven hoditi. Da namarava veliko ljudi okrog sebe v tem biznisu. Ja. Pa da razmišljava skozi to, da so skozi po mojem glavi kreativna. Ne vem, ti že kaj manj, ampak ne, problem je problem je v tem, kad jaz se odklopam tudi tako, da začnem razmišljati v naslednjem projektu. On velika igrce igra. Mi je to hobi. On razmišlja tako, da igrce igra, tegne igrce, fuzbol, FIFA. Jaz pa, naprimer, ne vem, se spomnim, enkrat sem bila cel dan, cel vikend, sem kavč pa televizijo gledala, pa ne mi ena kolegica reče, kaj ste pa delali čez vikend, pa je spravim, da cel vikend sem delala, pa ta prav, kako čez bila skozi na kavču. Ne, sem razmišljala. Mene televizija pomirja in hkrati dobim največje ideje, ko gledam televizijo. To je heca, eni pač morajo ven hoditi, ne vem, hodijo v gost, ne vem kam, jaz pa televizija, meni to nek miselni vzorc, jaz ne razumem zakaj, ampak meni televizija pomaga in pri sproščanju in pri dobivanju najboljših idej, pa imam zraven zapisati, te tam vlati imajo telefon, da zapišejo, na roke zapišem vse, na listke in mi je najbolj hecen v bistvu, da meni televizija sprošča tisto, si pa skozi v movingu, to ni šans, da bi jaz bila en teden, da ne bi nič razmišljala, pa da ne pogledala, koliko je prodaje, pa ne vem, jaz sem opazila, da saj jaz, pa bomo tudi mami, da mora skozi mava možgane na dveh poljih in vedno, ko nekaj počneš, razmišljaš zraven še nekaj drugega. In vedno, ko se pogovarjaš z nekom, razmišljaš še nekaj drugega. In ja, ko počnem eno stvar, zato je dostikrat bila ona jezna, ko sem delal kreative, ko mi je dostikrat bilo preveč avtonomne stvari so bile, pa avtomatsko delo, sem rabil neko okupacijo zraven, sem gledal YouTube ali pa poslušal Netflix ali pa podcaste in isto je pri igrcah, pri FIFA, ki znam tako dobro umižel se, da me lih toliko, da me zamot, ampak da lahko druge stvari razmišljam, ker najbrž ona lahko pri serijah, ki lih toliko, da se zamot svoje oči pa to, zato da lahko vklop tisti drug možgan, ki dela. Zato, ker jaz mislim, da je konstantno, da imava aktivne dve misli, ena misel nekaj počne, druga misel pa nekaj drugega počne in je pol dosti pomembno, če hočeš tisto ta pravo vklopati. Zato jaz recimo tudi dostikrat stinti dela so sploh intenzivne, ker so kratki, pa ful intenzivni, tudi pri tekstu. Zdaj sem napisal prvi prizor, ki se mi zdi za to novo predstavo, ki se mi zdi, da ni tako ok, pa sem ga naredil, ampak sem razmišljal, da sem pol si vzel tistih 15 minut, da sem mu 5 strani napisal in pol po mojem zdaj, ne vem, spet nam šel 3 dni v tekstu, ki se rečem, bo že stav, ampak rabaš stint intenziven, ki je ful intenziven, ki moraš točno vedeti, zakaj je kakšna stvar, tako kot nek sestank, ki moraš točno paziti, kako rečeš, kaj rečeš, zato da ne padeš na kjerokoli mino. In je to se prej pripravaš. Ja, zato so te možgane skozi malo drugače aktivni. Zihar imata kakšno anekdoto ali pa ne anekdoto, bolj kakšen spomin na to, da sta bila, ne vem, v neki situaciji v teatru, ki vaju ful povezu. Nam se skozi toliko stvari dogaja. Verjamem, ampak to, da je bilo nekaj ekstra, po moje ta iluzija. Po moje ta iluzija je bilo. Jaz mislim, v teatru. A misliš v kulturnem domu ali tako? Nasploh Jaz mislim, da ta iluzija. Iluzija.
tudi tisto, ki je bilo, prvo Mislim pa se to, da so sploh začela skupaj delati. Ampak to, jaz mislim, da to ni, da noben trenutek, da Ja. ni No, ali pa da je bila neka taka preizkušnja, a veš, da vaju je, a je to mogoče ta situacija, o kateri ste govorila, ko Jaz ste bila mislim, toliko da časa ta. narazen, pa da vaju je to potem... Ni bilo to, da sva bila midva toliko časa narazen. Problem je bil, da jaz nisem pravilno reagirala na to, kar je on delal, on ni pravilno reagiral. Mislim, pravilno, vsak je seveda pravilno zase reagiral, ampak en za drugega nisva prav reagirala, doma ga ni bilo. Meni je bilo težko, se pravi, pa te covidi, pa vse skupaj, res niso bile enostavne stvari. In to se mi zdi, da je bilo res, da sva se usedla in se pogovarjava. In drugače, ne vem, tudi če sva midva skozi doma, pa tudi če bi cele dneve televizijo gledala, kar seveda ne, zdaj tako, kot sva rekla, on igrce pa to, se mi zdi naša intenziteta življenja tako močna. Mi imamo po 3-4 predstave na dan. Jaz zjutraj mi to koordiniramo, ne samo, da imaš ti toliko predstav na dan, mi moramo to še vse prodati. Jaz mislim, zdaj recimo od oktobra 250 predstav po vsej Sloveniji, skoordinira 82 ljudi, ki bo to delali. Pa to je najlažje. Še dobro, da midva ful stvari delava. Pa še koliko midva delava sama stvari. To je treba bilo še vse prodati. Mi imamo predstave v Novem mestu, v Portorožu, v Murski Soboti, v Lendavi, v Novi Gorici, v Radečah, v ne vem kje vse, ker še skoraj ne vem, kje tista kraj je. In to je taka intenziteta skozi dela in tega, tudi to, če nimaš danes prodan, nimaš prodan. Oziroma, če danes ne narediš nikoli, ko gremem, ta šansa. Ta šansa gremem, ti imaš samo eno predstavo. In zdaj, če računamo, mi imamo čez 40 igralcev, pa 40 čez stafa, 17 je zaposlenih, Špas rabi za samo režijo za obstoj na letni ravni 300,000 evrov. Samo, da mi delujemo. Včasih smo to dobili v 8,5 mesecih noter, zdaj dobimo v 6 mesecih pa pol, ker se je pač sama sezona, vse se je pač, kot sem prej rekla, predrugačilo. Plus, seveda, te predstave morajo biti prodane, ker je tudi sama ponovitev strošek. Ne? In ti si stalno v takih pritiskih, da mi skozi sam laufamo. Ne? In že to, recimo, ne vem, seveda, mi imamo 17 zaposlenih, ne? To se pravi še 5 punc, ki delajo na tem, ampak intenziteta tega dela je pa tako močna in tako stresna, in če zamudiš en dan, zamudiš v smislu, danes, če imamo, ne vem, kje imamo danes predstav, zihar imamo kje kakšno. In če ni polna, je minus. Danes smo morali dati objavo za neki ven, ki bo čez 2 dni, ker če damo jutro ne bo efekta. Če daš pa prehnal, pa spet ni efekta. Tako da je skozi je ta neka blazna intenziteta in je zato, se pravi, dolg čas nam ni. Kako pa ohranjaš zdravo pamet? Too late. Ne vem, če imam jaz čas. Tako, kot sem rekla, zdaj sem imela... Veliko rejna pa je zdrava. Veliko rejna pa brokolija. Ne, veš kaj, zdaj se mi je zgodil, koliko 14 dni nazaj, da sem se čisto sesula, ker sem imela par enih slabih, ne novic, pač nekih sestankov, trenutkov, ne sama sabo, ampak nekih informacij slabe sem pridobivala in seveda jaz ko smislam, se to je prišlo, ampak to nekaj ostane v spodi. In pa je pa sama ena prišla in me je čisto sezula. In sem, ne vem, par dni doma jokala in ne morem več in jaz imam dosto vsega, ampak sem se pa naučila, ker to seveda ni bilo prvič, da takrat se moram jaz osamiti, čisto osamiti, biti doma, no, to tako, kot ponavad, ampak mir... Osamiti pa biti doma, v bistvu tako, kot ponavad, ker sem itak doma delam, jaz po en teden ne grem, ker mi smo tam gor v enih hribih doma. In samo umiriti se, sprostiti in vso, prav tako, veš, negativno energijo začnem iz sebe vendajati, pozabiti na to, kar se je zgodilo in začeti pozitivo v sebe noter, pa spet probati sprejemati. Seveda pol prazen kozarc, drugače tak ne gre. So bili pa tudi že časi, ki me žiga tudi obratno. Pobiral stal, ker sem dol pa... A ne, to pa ne obratno, sem se razjezi. Ja, ne, ker je bilo tako hudo, to je bilo tako, COVID je bil, ker je bilo tako hudo, ker sva delala tisto špasno poletje, matrala se, vse je bilo narobe, nobenem ni pomagal, nič ni bilo, sami smo ostali. In delam, tipkam, stanem, grem v kuhno, sam dol sem se sesedla in je ta otrok me na kavč, pa me je pol en mesec rihtel, ker nisem mogla nič, taka izgorelost, huda je bila.
In takrat sem si rekla, enkrat smo imeli ene kolege, pa so bili neki pametni, ko te bo otrok pobiral po tleh, no takrat se pa zavedi, da ne moreš več tako, da je treba pa spremeniti, ker to je pa najhujš, da otrok vidi pač. Zato je mogoče tudi on videl, kako te stvari vplivajo in tako je prej, ko si obrambni mehanizem naredil, da on si pa tega ne želi po tleh ležati, da bo pač nekdo ga mogel zaradi tega konstantnega stresa in prav negativno. Kam bilo vsaj od alkohola, ne bi si rekel. Ne, hotel sem pa zdaj reči, to je malo pa dost let že na nek način, ker je drugačen odnos zaradi tega vsega. In ja, tudi če mi dva si rečeva drugmu jebi se ali pa kakorkoli, pa bi pa ne moreš mami tako govoriti. Po eni strani si tudi, in ona si misli in jaz si mislim konc koncev, toliko na nek način na račun drugega enega gneva moraš požreti, pa toliko enih tudi, valjda negativnih stvari se zgodi, da pač ni zdaj tako, vse to ne gre se za spoštovanje, ampak pač daš to morda ti sebe na nek način in jaz vem, da to druga to oseba ne dojema, kot če bi jaz zdaj stari mami nekaj tazga rekel, ampak je fora, da ker ni sam odnos mama hči, sem hotel reči. Ja, no ja, žigica mi reči. Ja, mama hči, da je to čist nek drug odnos, da če pride do kakšnih sporov, do kakšnih stvari ali pa zakaj te otrok ne oboga neki, mislim, sej zdaj ni več tako valjda, ampak je čist drugačno, zato ker jaz vem, da sem jaz mogoče s kakšne stvari, pa na nek način, to sem se tudi pogovarjal zdaj s puncami, ko smo bili na sestanku, ko sem spet po tej predstavi malo drugače videl stvari, je to, da... S temi igralkami, ki si zdaj hotel imeti te punce, misliš? Nečaj, da to posluša. Ja. Bom navedel vse podatke. Ne, da na nek način ti je ful breme so te stvari, pa se tako želiš, da bi bilo kakšne stvari malo lažje, ampak hkrati pa se zavedaš, da brez tega ne bi bilo nič, v smislu, da te to žene, da me žene, da jaz tudi približno ne bi bil tle, če me ne bi ženil pritisk tega dokazovanja, pa tega, da moraš biti boljši, pa da moraš biti najboljši, pa to, da moraš biti boljši kot ostali sodelavci, zato da upravičaš to, zakaj si ti tukaj nekdo drug. In je pol to skozi neko dokazovanje, skozi te neki žene, skozi potreba sploh po preživetju, pa jo to rine naprej in te to izpopolnjuje, čeprav stvari, ki jih najbolj sovražiš, te konc koncev najbolj pripeljejo do tam, kar si, mi zdi. Tukaj me je uničil življenje špasom, je me tudi naredil in tukaj imam težje življenje zaradi špasa, tukaj imam tudi lažjega. Lepšega, mislim, za tebe lepšega. Ja, no, nek način. In tukaj, ko me je mami dala dobrega, jaz mi je dala tudi tukaj slabega. Ravnovesje vsem. Pač to je dejstvo. Ne, težko je, to je res težko, veš, to živeti in to vse, kar smo pač... To niso enostavne stvari, no. Ampak eni dobro, jaz mislim, da jih je Žiga dobro sfuril, ima pa sigurno, tako kar rekel, to določeno bolečino zaradi tega. Pa veš, kaj je pri njemu najhujš? On se mora skozi dokazovati, da zna to delati, ker je moj sin. Ker pač on ni, to je zato dobil on režijo, zato ker je njen sin. On se mora dokazovati in to je še toliko težje. In tako sem se tudi jaz mogla se spomniti. To smo imeli večerja bedakov, ful uspeh, Bojan režiral in mi mami reče, sam Žiga, veš kva? Zavš ti tudi tako dobro mogel narediti naslednjo predstavo, sem rekel. Vem. Ja. Ampak res, veš, to so pa te stvari, ki so... Ampak je pa to ta ego in potreba potem, ker pač ti mora ratati, ker sem si rekel, jaz bom boljš naredil, kaj je Mršič. Pač, ja, ok, se mogoče se sli samo všečno, ampak pač moraš si to reči, zato ker če si ne rečeš, lahko bupaš ta prvi dan in si moraš reči, ne, jaz bom boljš naredil in spet grizaš in probaš od tiste predstave najboljš povzeti, kar so naredili, tiste napake ne ponoviti, ker so jih oni ponovili in probati narediti še boljš. Ker pri teatru je težko reči boljš, ne, ampak rečeš lahko drugače. A veš, to ni boljš, ne tečeš 100 metrov, pa kdo bo ta prvi. Ampak govorimo samo o tem, pač, da je drugač. Ker zdaj recimo razmišljamo, kaj bomo pa zdaj naprej, ne? Dajmo drugačno res, ker bolj že težko narediš, nadgrajuješ ful težko, ne? Se verjetno tudi te šefi kuharski, verjetno zelo težko še delajo nadgradno krompirja, še bolj jajca spečejo. Pa še bolj jajca spečejo, ampak morajo pač v neko drugo smerno. Ja. Ja, težko je boljš in zavedamo se, da zdaj bi težko boljš, zato ker so se ene stvari
poklopile, zato ker smo imeli tekste, ki so nam določene, saj meni, ki so omogočali neko svobodo v neki, ker sem imel situacijsko komiko, ki jo mora tekst ustvariti, pa dovolj svobode imel tekst, da sem ustvaril še vse druge komike, sem probal notor, ne vem, verbalno, pa gibalno in vse tako naprej. Ampak se zavedava z mami, da ne smemo zdaj še ene take predstave narediti. Tudi če bi bila boljša, bi bila mogoče preč, pa le reče, no, se to je pa isto, kot je bilo zadnjič, to smo že videli in moraš nekako drugače pa spet ponuja, da bi pa lahko navdušil na nek drug način. In se mi zdi, zato je to nek način izziv, ki si tako... Dajmo zdaj tragedijo narediti. Da se ampak moram, samo še to oprosti, moram povedati. No, in ki Žiga imel to predstavo, kako se znebiti bodočega moža, mu je v določenih trenutkih zmanjkalo seveda za vse to čas. In zdaj, ko si ti scenograf, kostumograf, to zrišeš, kako boš imel, pa še po trgovinah hodiš in zbiraš te stvari in z igralci hodiš, da probajo, ne vem, neke obleke, ali hodiš šivilja in tako naprej, ali pa hodiš po trgovinah pa kavče in tako zbiraš. In takrat je prišla na vrsto. In potem sem prišla na vrsto jaz. In sem bila asistentka kostumografije, asistentka scenografije. Vsake toliko časa sem prišla v teater, da sem bila celo producentka predstave. In kdaj wannabe režiserka? No, odkladam in sem potem to predstavo. Jaz sem hodila, pa sem v trgovinah hodila, pa sem slikala. Ne, to ni v redu, to mi je grdo. To, da je drug kup, kup, tret kup. No, na koncu je celo sem ene par stvari dobre kupila, 2 stvari sem samo prinesla, da jih on ni potrdil. Ampak so tudi tako dobro funkcionirala. Nisem bila užaljena, če on zdaj rekel, ne, to mi ni všeč. Ja, grem drugam, pa bom drugo stvar slikala. Če hočeš dobro narediti, se mora vse stvari poklopati in vse mora biti in ni na ključje, zakaj ena stvar tako. Sej, če kaj dobrega slikala, ja, vzem, ali pa ja, pa za stvari tudi, ker nisem bil prepričan, sem rekel, ok, dajmo, nisem zihar, ampak dajmo sprobati, pa smo pol videli, štima ali ne štima. Ampak res, kad delaš tako občutljivo stvar, mora biti vse... Tako da sem tudi jaz bila malo prisotna s temi. Ne, to sem pomislila, oziroma sem te hotela vprašati, to je na nek način nekaj, kar si ti verjetno na začetku poti njemu skozi dajala. Kaj to misliš? V smislu, to ni dobro, ne, to bi bilo boljš to bi bilo tako, ker si usmeritve, a ne, se pravi je... To mi še zdaj dajem. A še zdaj ti dajem to? Veš, jaz pa rižot odkoli naredim. Ne, ampak, pa ja, valjda, veš, sama veš, otrok bo vedno otrok, sej prav, da jim pot daješ, je pa on še na neko drugo pot, zato sva se zdaj tudi tako, res sva se kar dala na razen, zdaj bomo delali, v sredo moramo oddati nove spletne strani, to se pravi, ko bomo oddati morava že cel kreative, no, v redu. Ker jaz sem kreative naredil, pa je Urša bila tako... Nisem razpoložena zdaj za to. Ja, včasih se zgodi. In pride pa na 14 dni, da to naredim. Ker reče, Žiga, daj mami, lahko tole predebatira, pa rečem, danes nisem razpoložena, zato da bova drugič. No, ampak zdaj mu pustim to. Kot da če gledaj uni iz iMode-a, sponzor iMode tega podcasta. Nimava še narejenih spletnih strani. Ja, tako da ne se zid, no. Ker bova zamujala. Ker včasih ne gre vse, pa 4 predstave prodajaš, pa cel juni, pa je že maj, april, juni že delam program, to moraš prodajati, nove predstave zbirati, kakšen dan imaš slab dan, pa se ti mogoče res nada, kakšen dan prejokaš, kakšen dan se preveseliš, pa mine mesec. Ampak veš, kaj sem še pomislila ob tem, ne? Se pravi, Špas teater je v bistvu tvoj otrok. In potem je tukaj še res otroka, ne? Pa so še psi, ki so v bistvu na prvo mesto. Ne, pa še dva puška. Ne, razmišljam o tem, pač kako, če svoj posel dojemaš kot nekega otroka, ne, pač seveda ga varuješ, čuvaš, misliš, da veš najboljš, kaj je dobro za njega, ne, in isto me mame mislimo tudi za svoje otroke. Ne. Kako se je v bistvu to potem postavili? Najbrž ni bilo prav lahko, ne, spustiti, pa tudi pol si rečem, ok, a boš sploh kdaj zares lahko spustila? A veš, ko boš, ne vem, šla v penzijo? A se sploh že kdaj spostavili? No. Kaj, če se je spostavili? Ne, ko se reka postavili, lahko da se še postavili. Ne, veš kaj, sej tisti, kam vidva me dobro poznata, zato veste, jaz nikoli nisem, saj mislim, da ne, pa tudi, ko se z drugimi pogovarjamo,
Jaz nikoli nisem bila tista, jaz sem pa zdaj špasna, jaz sem pa direktorica, sem tako, veš, jaz sem cel življenje delala, meni nikoli ni bilo, še spomnim na Radio Hit, takrat so bili še radar. To pa že dolgo nazaj. To je zelo dolgo nazaj. Pa je bil radar, pa vreme, pa ne vem kaj, pa sem bil sponzor, pa tako naprej, pa sem imela vse razprodan, pa sem še kar, dajmo še to, pa bom imela objave. Pa ne vem, kdo mi je rekel, pa zakaj nam še vedno denar daješ, ti imaš že čisto vse razprodan. To ti je Zike in Racman, ki je takrat delal tam. Ne verjamem, z Matejem pa nisva imela denarja, da Ne, sva imela lude Racman. ideje. Da sva imela bolj lude ideje. Ne, a veš, in jaz se nikoli, jaz še danes ne zavedam, da je Špas teater vodilen v Sloveniji. Jaz delam isto kot vsak dan. Mi se nikoli ne zavedamo te naše veličine, ker nam jih drugi potem rečejo. Pa se rečem, in drugi, ne, vi ste tako. In tudi mislim, da on nima tega principa nadutosti ali pa tega egota. Veš, vse včasih te malo prevzame. Da imamo mi boljše mikrofone. No ja. Ne, veš kaj, recimo, ker jaz sem to džigatu, mislim, tudi jaz sem to doživela, valjda, da me v enem določenem trenutku malo ponesel, to je bilo še dolgo leta nazaj. In pol zdaj, ki je imel tudi on to premiero, pa bi še druge predstave, pa tako naprej, pa sem žiga sam nekaj si zapomnil. Ko misliš, da si na konju, ko imaš občutek in ko misliš, da si na konju, takrat lahko začneš se stopati iz njega. Ker je nemogoče, ker te v bistvu ta na nek način prevzetost, lahko tudi rečemo nadutost, lahko tok zapele in to se je velikrat izkazalo pri velikih ljudeh, ki so bili v enem trenutku zelo uspešni, niso znali tega sfurati. Ti si uspešen, danes lahko zelo hiter. Sam ti moraš to obdržati. Obdržati pa ne moreš s tem, da misliš, da pač si pa zdaj najboljši in da najboljše delaš in da si superioren v primeri z drugimi. Vsak dan moraš biti pač na nek način na tleh in delati, kada se včeraj ne zgodilo. Jaz bi ena misel tle ne modro povedal, ne? Drugič ne bom žigal to. Misleci so rekli, da tisti, ki mislijo, da vse vejo, v bistvu nič ne vejo. Tisti, ki pa mislijo, da nič ne vejo, pa v bistvu ogromno vejo, ne? Ne, no, to Samo ga to učim, vem, no. da nič ne vem, ne? Ja, ne, to ga tudi učim, no, mislim, učim, a veš, vsaka se pogovarjava, pa je zdaj bil vznešen, pa bi ta tekst delal tret, pa vem, pa s katerimi igralci, pa tako naprej, smo vsaj žigali, sam pazi, da stabilen ostaneš. Sam pazi, da na tleh ostaneš, kad te enkrat helijev balon ponese, je konc. Jaz mislim, ker jaz imam to, da ni to, da jaz sem sam rabim mogoče eno potrditev, da lahko zdaj iz prve, da ne rabim toliko več, ja, pa ne vem, pa verjamem, da bo v redu, pa prepričevati druge verjamem, da bo v redu, pa Ne, sem ne, tako, to- lej, če ti, a je bila v redu predstava, a je bila dobra, ti je bila všeč, no pol verjem, da bom naslednjo to dobro naredil. Ampak, Včasih, kakšne vole se mami? Kaj je? pa tudi za ostale Daj povej, sodelavce. kakšne vole si. Kaj je, povej, ne nam danes povedal, ker že slišim, da nisi v redu, ker me je to toliko spoznal, da vemo, kdaj gre čez kaj, a veš. Ne, ampak se tudi zaradi druge, se ne sploh zaradi mame, zaradi tega, ne vem, zaradi igralcev, to sem rekel, le pridite pogledat in če vam je všeč, pač verjemite, da bo tudi naslednja. Tudi, ja, tekst ni optimalen, tudi jaz vem, tudi tu ni bil, ampak li zaradi tega je dober, ker ga lahko nadgradimo in to je dober. In jaz mislim, da jaz nimam tega, zdaj pa vem, kako moram narediti, zato ker za vsako stvar toliko prokleto energije vložim v to, da vse skupaj analiziram, da pridem do točke, da rečem, jaz vem, da bo to dobro zgledal, je ful dolga pot in jaz sam, ko imamo take možgane, kreativci, da rabaš to pot. Zato, ker ti skozi moraš biti v pogonu in skozi bi rad del. In jaz rečem šele takrat nekaj za zihar, takrat, ko sem v sebi prepričan, ko sem dal to analizo čez. Pri meni je pa obratno, jaz pa nikoli nisem zihar. Jaz pa skozi mislim, da ne bo dobro, pa skozi mislim, da moramo še boljš, pa skozi nikoli nisem jaz, ne, letos sem rekla prvič sem letos rekla, Žiga, zdaj sem pa letos pa lahko rečem, sem pa tako dobro sezono spalala, pa vse rešila, mislim sezono po covidu, pa spet ne zdaj to tako je mat, ampak spet je bilo treba vse na nov in sem spet čist drugo strategijo vsekala, ker tudi konc koncev je zdaj ogromno teh nekih komercialnih predstav. Podcastov, teh podcastov. ne govori. A ti veš, Folih je, jaz ja. mislim, da je podcast v Sloveniji več podcastov, kot je poslušalcev. Ti veš, da sem jaz že 2 leta imam namen delati podcast v Pa še Špasu. dobro, da ga nismo. Tako se ga bomo letos. Ne bomo. Ker ga mogo spet jaz delati.
Dosti je bilo. Čakaj, sem že zdaj hotela reči, da smo zmotili. Lahko sem pridajo, oni naši pa povejo, pa gre. Pa to. Ne, to, da jaz nisem zihar, da on je, ne vem, zdaj sem zgubila misel. To so tudi ta leta, kam pol on mene naprej nadgradi. Ne vem, kaj sem hotela povedati točno. V teli vodi smo se pogovarjali, Ja. pa v rožah. A vam lahko pol zastavim še zadnje vprašanje? Ta pa težek, po mojem. Reš ne. No, bo tako težek. Jaz vem, kaj bo. Kaj? No, povej. Kako se vidite v prihodnost? Naslednjih 5 let. Ne bo. Tako, ko vaju poslušamo, ne, se pravi, uspela ste se res dosti dobro spoznati drugega, Žiga zelo dobro bere in čuti mamo, a ne? Berem slabo Bereš knjige, pa besedila, njo pa dobro. zaznavaš, to sem mislila. Pa tudi so vse ostale okoli sebe, a ne? Očitno si pač res dobro razvil to sposobnost. Kaj bi vidva recimo rekla nekomu, ki bi okleval, joj, a iti v nek družinski posel ali ne iti, a vplesti otroke zraven ali ne? Kakšen nasvet ali pa kakšno popotnico iz Ne, iti v svojih to. izkušenj lahko? Ne se zabavaj. Ne, res, Rečeta, no. ne zabavam se, ne to, zato ker se mi zdi, da po mojem je to bolj čudež, da ti rata sploh ohraniti. Koliko poznamo ljudi, ki so v poslu, ki so na smrt skregani, ki se ne pogovarjajo od sabo. Sej konec smo mi do tokrat prišla, ampak ker veva, da če bi bil špas, po mojem, firma, ki je samo zadostna, ki bi bila kot neko podjetje, ne obrtniško, ampak z neko nabavo, prodajo, ki to vse laufa, se po mojem se tudi mi dva zdaj sploh ne bi več pogovarjali, ti tle bila, ampak tako, pa veš, da nimaš druge, ja, delaš, ne? Se tudi takrat, ko si skregan, delaš, ker nimaš opcije, nimaš backup plana in zato jaz mislim, da je dobro, da probaš ohraniti odnos. Že tako, ko vidimo ljudje, da niso, da težko komunicirajo, pa da je že težko. Mi dva so še na to, da sva kreativna, pa da imamo to, ta pravi polovico možganov, kjer odleva. Ne vem. Ja, ker nisva, tudi najna režim ni strikten, ni tako, tudi vzgoja, kako jaz v mami vzgajam, ne bom rekel, je bolj na tak. Jaz njega nikoli, on je nikoli kazni dobil. Ne, pač Ko sem se z njim pogovarjala, pa so ji prijatelji rekli, a imaš živce se z njim pogovarjati. Niti enkrat. Najbolj smo bolj razviti to komunikacijo in tako naprej. In za ljudi, ki pa tega mogoče nimajo, je pa to še toliko težje. In po mojem, da shendlati že tako vidimo, kako težko starši shendlajo z otroci. Pa vemo, kolikrat je konec koncev kriv na koncu otrok. Zelo redko, bolj iz tega, ker je tudi on mogel z nekaj izhajati. Če se ti z njim pogovarjaš, ukvarjaš v mladih letih, v kasnejših letih ne bo to pa to. Zakaj bi imel razlog, da nekaj počne, če vidi, da to ni potrebno, moraš do sam do tega pridati. In zato se mi zdi, da to ni dobro, da se preveč, da določene stvari ostanejo tako, kot pravijo, da more mačeha, ne, ali mama, ali kdo ne sme v copatih priti domov. Ampak, Ne, tebi doma, veš, da mora vedno živeti. Ja, Tako da ne more tako blizu biti, da se mora probuditi. Ker to jaz mislim, da je bolj čudež, to, da ti uspe to vse skupaj shendlati. No. Torej sta lahko toliko bolj hvaležni. To se jaz strinjam, da je to ne? čudež, to se absolutno strinjam. Je pa nekaj, da pač to, kar jaz bom zdaj o sebi govorila, to, kar jaz delam, to je način življenja, to ni služba. In tudi recimo, ne vem, včeraj sem gledala, ko je bilo na 24 ur, je bilo v kmetijah, nekako zdaj pač je ta, pač kako kmetije se komi preživljajo in tako naprej. In so vsi ravno o tem govorili, to ti je način življenja in tega se da niti ne naučiti, ampak to s tem že gor raste. In zdaj, če to ljubezen razvija tudi otrok, se meni zdi absolutno potrebno, da gre otrok to pot. Da pa ti njemu želiš vcepati nekaj, da bi delo, to ni v redu. In tukaj Ja, se strinjam. Ja. A veš, to mora biti način življenja. A veš, moj bivši mož, naprimer, ki se še zdaj super razumemo in tako naprej, pa se dobivamo, pa nam na kosila hod, pa ne more skupaj hodimo, ampak on ni nikoli čutil tega, kar sem jaz živela, pa pol še Žiga, in se tudi ni nikoli tega del počutil, ker ni tak človek. In če si pa ti človek, da pač ti je to res the way of life. In če tem prej, to mogoče sem prej to misel modro, ki sem jo potem pozabila reči. In ko ti uživaš v tem, kar delaš, ti ni težko delati. Ja, pride stres, pride sranja, taka, drugačna, ampak govorimo integralno, pa ti uživaš v tem in ti je fajn zjutraj vstati
in pač neki naredi. Žiga, to je fajn, zdaj verjeten, ima spet to neko vznemirjenje, da bo delal pač z to predstavo, ki si jo želi. In to je nek motor za naprej. Jaz si ga ne predstavljam, da bi on delal v ekonomiji ali pa v bančništvu ali pa ne vem, kjerkoli drugje. Ne. Zato bi jaz temu rekla, da je to super, če se to lahko pokonekta. Pokonekta se pa po moje takrat lahko, če otrok čuti to ljubezen do takega načina življenja oziroma tudi do teme. Pa še nekaj moramo vedeti, teater je kot droga. Teater te zelo noter potegne in je zelo težko verjeten enkrat noter v to vpet, da pač je lahko toliko indiferenten, da bi šel komot takole lahko ven. Mislim, da zelo težko. No. Ja, doskrat gre v nasilo ven. V smislu, da se mislim, ne, ampak tudi nasilo, da enostavno ali ne morajo, ali da dol padejo, ali neke take stvari se zgodijo. Ampak jaz mislim, da je tudi pri nama to, da jaz sem po mojem še bolj povezan s teatrom, kakor mami iz tega, da sem bil rojen, pa da sem, kakor vem, pač ona je šla na sprejemce za Agrafota, pa jih je ful dobro naredila, pa je rekla, lejte, vi bom jaz raj svoje delala, ne. Jaz pa... Pa svi za čokolado, sprejemce so šla pa res. Pa sem jo vprašal, ne, Mlano, Maja, si ti kdaj hotela režirati, ali kaj, pa je rekla, ne, jaz v tem zdelo čisto uživam, ker jaz pa recimo meni pa, jaz pa sem človek, ki bi rad režiral, igral vse in sem moja še bolj v ta teater, ki je mogoče ona na nek način malo bolj še povezana z marketingom, pa z vsemi stvarmi, se mi zdi, da sem jaz čist s tem kreativnim procesom. Jaz sem pa v enem trenutku izstopila, jaz sem se včasih ful omengša bila, tudi sem delala dežurstva, pa predstave, pa tudi z igralci po predstavah, pa sem pa v enem trenutku ugotovila, da to mene tako blazno požira, tudi ta intenziteta njihova, ki je zelo močna, da sem enostavno se tako dislocirala, ima prav dislocirana enota je tam gor, da jaz v bistvu z igralci se prvo dobim, se pač imamo neke sestanke, pol pridem na nekaj vaj, pol intenzivno recimo zadnjih 14 dni, jaz gledam generalko, pa nobene predstave več. So enkrat se hecali, da me bojo v prvo vrsto zavezali, da mogla predstavo gledati in sem se nehala družiti. Grem tako, ne vem, enkrat na mesec, na 2-3 mesece omengaš mogoče kakšno ekipo pozdraviti. Ker zato, da sem lažje preživela to vse skupaj, sem se mogla čist randati. Čist prav dislocirati od njih. On je pač od drugega ne pa skoraj vsak dan tudi, ko je pač predstava, pa je dežuren pri predstavi, pa skozi njimi, pa skozi umengš, da se jaz sem mogla stranjati, ker ne bi drugače furala. Po mojem malo drugačno, ker ona jaz sem začel probati furati malo drugačen odnos z njimi, iz tega, da jaz probam biti eden izmed njih in jih na ta način pa voditi naprej. Medtem, ko je ona pač mogla biti, ona je mogla biti tisti producent nad njimi, ko jaz probam biti eden izmed njih, nekako potuhnen. Zato je dostikrat, ko mi... Agent na terenu. Ja, pa tudi, rečem si konec koncev in bom pa jaz rekla kakorkoli, pa jaz rečem, jaz ne smem tega reči, zato ker jaz probam biti eden izmed njih, jaz jim probam, ne vem, jih probam ne pod določena dejstva, jih ne siliti v neko vajo, če se neki pa kako je pa pogodbi, lih iz tega, zato ker ja, pač občutljivi so. Ja, pač mislim, da je na nek način drugo taktiko probam furati. No. Jaz sem pa hotela biti del njih in me nikoli niso sprejeli, ker sem bila vedno na 2 bregovih. Mislim, da smo bili na nasprotnih bregovih. Recimo tudi, ker postane igralec, ki postane direktor gledališča, takoj gre na druga 2. Isti človek na nek način, ampak drugi bregovi in sem se trudila biti na njihovem bregu včasih, ampak nikoli me niso sprejeli na tem bregu in sem se potem sama res postavila na ta breg in zdaj sem tam in tudi nimam nobenih ambicij več, da bi skušala. On, tako je pa rekel, ima pa vse se zdaj počaka, boš pogodbe začel podpisovati, pa ja. Boš za denar. Enkrat sem mu rekla, jaz sem tako poln kufar, jaz tega nam več delala, pa rekel, kdo pa bo sem, kaj ti boš rekel, ne tvojka dela, pa jaz ne bom delal. Je rekel, Tom, pa jaz eno drugo najdu, da bo to delala. Pač sam to, da ti si raš producent, kakor ta ustvarjalec, jaz pa ne. Jaz sem bila ustvarjalcu rada, sem pač, ja, kje sem boljša, no. Ja, jaz sem pa prav,
Meni je pa to, da sem ustvarjalec. Zato rad vse počnem, ker mislim, to delam na urodje, sem si zdaj kupil vse poslušalce, da bodo vedeli, a ne. Pa ni Unior sponzor tega podcasta, ampak sem zelo zadovoljen. Unior imaš? Imaš neki na... Ja, Zančo je skoraj kap zadela, ker sem povedal, koliko sem dal za to. Svojega denarja je kupil. Ja, vsakega, ki mu rečem moškemu, da sem si to kupil. To je pa najboljši nakup. To je pa to. No, tako da zdaj naslednjo bo vrata že naredil, pa spet nove scenarije. Ampak ja, sem vesel, ker sem ustvarjalec in to rad počnem, zato sem, pač te produkcijske pa prodajne pa toke, vse sem upleten. Najbrž je to tudi dobra stvar, zato ker bom vse poznal, ampak ne bi pa rad konec to počel, zato ker to je malo 9 to 5 job, a ne? Ni to najbolj. Ni 9 to 5, ti me zdala, da si cele dneve dela. Ja, ampak imaš pač nekak... Sam ta urodje boš pa zdaj lahko morava novo gredo doma narediti. Dobro, se boste zmenili zdaj lepo koncu počasta. To sem hotela s tem reči. Doma pa ne bi tega urodja. No, kako moram tudi doma narediti. Ja. Dajte tole debato zaključiti pol. Bomo nehali zdaj. No, se lahko tudi zdaj bomo tele. Upam, da sva kaj pametnega Matej povedala. nam že kaže, da bo tehnologija počas nas pustila na cedilu. Ker smo lih pri tehnologiji, ne? No, vidiš, brez urodja nič. Tako da imaš kakšen klado s rabo šraufen cigar. Wow, to skos. Super, bomo zrihtali. Drugega ne bomo potovkali. Če ne drugega bomo njega, pa bomo snimali naprej, ne? Jaz sem uživala v klepetu z vama. Res ta lušna, če lahko temu tako rečem lušna. Tako fajn dinamiko imata, no. To se misli, Ja, da se ima, ker se to dobro počutva v tem. Pa tudi lušne predstave. Pa tudi lušne predstave, špasne predstave. Špasne. Tako da jaz vam želim veliko uspešnih skupnih projektov še naprej. Mama tep, da bi počas večkrat rekla, se bo on vse zrihtal. Ali pa da bi bila stara mama, ne? A to si želi. Še tega se nam manjka. Nekaj, še tega se nam zdaj manjka. Mi smo spet na nov vse postavili. Najlepša hvala za današnji klepet. In tebi hvala, da si se spomnila name in na naju in da si naju povabila. Z veseljem. Počutil sem se kao v radiju, pa ti? Kaj takole v mikrofon kao? Jaz sem skozi mogla takole, pa sem zdaj takole kao v teatru. Mogla bi bili pa skozi. Dobro, da ne se, ne? Hvala ti, Njus. Hvala vama. Današnja epizoda podcasta je bila malce drugačna. Prvič sem gostila 2 gosta in za kaj takega sem se odločila zato, ker se približuje materinski dan. In zanimalo me je, kakšen odnos imata lahko mati in sin, ki sta skupaj tudi v poslu. Urša in Žiga že nekaj let sodelujeta v okviru komercialnega gledališča Špas teater. Današnja dinamika je pokazala, da sta več kot odličen par, da se super dopolnjujeta in upam, da se še kdo opogumi in spusti svojega naslednika v posel. Ne pozabiti mi narediti ene usluge in to je prijaviti se na podcast, kjer običajno spremljaš podcaste in mi s tem pomagaš, da svoje delo opravljam še naprej. To je, iščem zanimive sogovornike in odkrivam teme, ki se tičejo življenja in odnosov znotraj njega. Hvala.